ta voda nikoli ne zakali, pride gor, ne vem, nekje z nekih globin, gor pa itak ni nič nobenih fabrik, ne, pa kmetije so samo hribi, tako rekoč, ne. Zdaj smo že live. Smo že live, bravo, pa sej to je, ponovadi najbolj stvari so spontane, a ne. To je to. Ok, dobrodošli, evo nas nazaj z pogovornimi oddajami. Jaz sam čekiram, če vse je ok, če me dobro slišite, če vem, da me stream, kdor gleda, naj pove, če se me dobro sliši, ker v zadnje čase me mikrofon nekaj hecel, tako da mislim, da ga moram še nekaj obrati, takole bo. Evo, takole bo. Ok. Dej si izmrznil, ne, nisi, sam toliko si... Ne, nisi... Toliko si bil prver, da sem mislil, zdaj je izmrznil, zdaj ne bo... Ne, veš kaj, hotel sem pametvati, ker mi je zanjče en pametval, da narobe v mikrofon govorim, da moram pod kotom, tako, kot si ga ti zdaj nastavil. Ja, moraš neki... Sem tudi jaz to se spoznaval in ugotavljal, tako da ja, ok, danes z nami, dobro se sliši, super, da bez, hvala Čmurk. Danes z nami Dejan Soterov, še preden gremo točno na Dejča, bom dal še kratek uvod o njemu, kako so se vedno spoznala itd. Oziroma kako se nisva poznala, pa smo bila čisto zraven. Da povem, v bistvu mi smo naredili novo grafično podobo, kar najbrž vidite, jaz sem čisto vesel, z ekipo res delamo, da skrbimo, da imamo vsak dan vsebino, grafična podoba, tudi zdaj, ker ni bilo v živo toliko stvari, smo ful naredili zadnji na backgroundu. Tako da kakršakoli komentar na tu bo ful dobrodošel, vam je všeč, ni všeč, kaj bi vi dodali in tako naprej. V živo novo je to, da v bistvu imamo z našim logotipom, se pravi ta rokca z ogenčkom je v bistvu, smo postavili trgovino, kjer lahko naročite majico, hoodie, tank top, šalčko, neke podloge za miško in nek stiker. Tako da v bistvu ful enih novih stvari smo postavili v tem času, ker nismo bili live in v tem času sem postal tudi oče, tako da ni šlo tu. Tako da Dejč ve, kako je biti, malo prej, ker smo se pripravljali, v bistvu je bil manj z mano, ampak je še hčerke se poslavljal in tako naprej, polna hiša ženske, rekel on, tako da veselje. Prvo vprašanje, ki je bilo mi je rekel, kje spite, pa sem rekel, po noč je rekel, da ne bi rekel več kaj tazga rekel. Nobeno staršev, ker tisti starši, ki to doživijo, a ne, tako da, Džero, blagoslov. Ja, res, to je ful dober. V bistvu zdaj spi, tako nekje zaspi ob 7, do 11 polnoči, no, bravo. Pa ga zrihtamo, pa tam ob 2, pa 4, 5, pa smo pa... Ma neki potepa, ne? Ti si k meni domov prišel, jaz še nisem doživel človeka, ki pride k tebi na obisk, ki pride prvič k tebi domov na obisk, ki malo se igra tlele z otroci, družina, malo hodimo po vrtu, pa pojemo eno juhco, pa pridem tlele, pa pravim ženi, kje pa je Džero, pa prav tam na kavču spi. Dejansko človek mora biti res sproščen, da lahko zaspi, pa dobro, saj si pri prijatelju, no, ampak jaz iskreno, jaz imam celo probleme se sprostiti, da bi se nazaj naslonil, ne, tako da bi bil ves čas v nekem krču, ne. Ti pa dejansko zaspiš vse posod, si tudi na Taboru si skoraj zavij zaspal, ampak sicer tam so drugi pogoji. Drugi pogoji, ja. Ok, drugače kratko, da predstavim Dejana, ko sem se spoznala, v bistvu bila sva soseda, prvih 14 let mojega življenja, sicer razlika, koliko je razlika v starosti, 5 let, 5 let tam nekje. Ne vem, jaz sem 81, koliko si ti sploh? 86, ja, pa si to zapomnil. 5 let je v bistvu to, da se nismo toliko družili na ulici, kakor bi se lahko, v bistvu ne, kakor bi predvideli, da bi se. Po se pa nismo videla do enega mojega 29, nekaj tazga, 30 leta. In pa se naključno srečala, jaz plačujem parkirnino v Novem mestu in on je imel zraven parkomata parkiran avto in jaz, Dejč, no. In pol kaj ti in v bistvu na ta način sva videla, da v bistvu oba dva imava to isto željo prispevati ljudem, posameznikom v takšni ali drugačni obliki. In v bistvu, če boste verjeli ali pa ne, tudi da mi danes tle sedimo, je v bistvu ena večjih zaslug tudi njegova, ker me je v bistvu pri Maročnih bojevnikih vzel kar hitro k sebi, mi ponudil, da vodim v bistvu, če ne veš, vprašaj delavnico, iz katere sem pol prišel na idejo, da bi jaz pa tu lahko streamal in pa sem začel streamanjem na ta način in zdaj smo tu razvili neke pogovorne oddaje z različnimi gosti, podcast začnemo v roku
10 dni. Bra. Jutri zvečer se dobimo z Aleksom, tako da ja, pač s ful stvari sem skreiral, ker si mi ti dal to priložnost in si v meni videl nekaj in če res ko nazaj pogledam, na nek način si mi tudi rešil življenje, da jaz v bistvu mislim rešil življenje v smislu. Ja, pač v bistvu. V smeru, a ne? V smeru. Ja, rečemo temu v smislu, da sem dobil priložnost delati z otroci, prispevati ljudem in da v bistvu tu pelem naprej, ne glede na vse, kaj se dogaja. Res draža sebe na to, Tako, da si to si ti. A ne? Tako. In tu je pač nekaj neprecenjega. Seveda so tle zraven podpora staršev in tako naprej vseh ljudi, ampak danes je z nami Dejč, tako da v tej smeri. Drugače pa res zanimiv gost je pred nami. Tu je oseba, ki ima ADHD. Pred nami. Ful primer sedim, sem videl, da mi noga dela tako, ne? Okay. In ja, to je tudi ustanovil v bistvu Mavrične bojevnike, ta zavod, ki tu je tu majčka v podporo. In v bistvu, ker se ukvarjamo z otroci, ki imajo v bistvu to diagnozo, pa še druge spektre drugih čustvenih in rečemo temu vedenjskih izzivov. Tako da ja, ne vem, jaz bi kar štartal z enim klasičnim vprašanjem, ki ponavadi štartamo. Kakšen je bil Dejan Soterov kot najstnik? Kil sem imel isto, kot zdaj, pa visok sem bil tudi isto, kot zdaj. Malo sem sicer osivel, dlake so mi začele poganjati, sicer tam po 21 glih, sem začel salato jesti pa paradajz. Drugače pa, kakšen sem bil kot otrok? Jaz mislim, da je enak. Vedno sem bil, celo zanimivo mi je to, da je ta otroški svet ostal tako živ. Namreč doživljam svoje življenje, svoje otroštvo v takšne detajle, pa ne, da so to, bi rekel, samo neke spominske slike ali neki čustveni odtisi, ki pri človeku ostanejo, a ne kot neke situacije, ki so bile, dajmo temu reči, podkrepljene z nekim močnejšim čustvom in potem ostanejo. Jaz dejansko to tako noro skeniram, da ne znam opisati. Sem se celo pogovarjal z mojo prijateljico, psihiatrinjo, enkrat v nekem slučaju, res sem se sprašal, če je to normalno, ne? Ker, veš, na nek način je to nek efekt, ki ti morda potem na kasnejšo dobo res lahko kdaj, ne vem, se pojavi kot neka ovira, ne? Dajmo temu reči, morda malo te nazaj drži, kako odrasta, ne? Tudi, ne vem, v neki stroki temu, ampak sploh danes v New Ageu bi lahko rekel temu Peter Pan efekt. Tukaj ne gre za ta efekt, da ne odrasteš potem, oziroma da ne odrasteš tako hitro, ampak jaz potem, ko sem se pomiril s tem, sem videl, da to je blagoslov, da tega otroka, ki ga tako močno čutiš vse noter, potem tudi res dejansko lahko kvalitetno delaš, kot delaš z otroci in mislim, da to otroci tudi sami po sebi začutijo, ker, veš, tako, kot si prej rekel, jaz mnogo verjamem v to, da človek ima poslanstvo, ima namen, nisva se v slučaju tam srečala, nisva midva Džero pa Dejč, in če ne veš, vprašaj, lepo si začel, da si dal to težo meni, ampak jaz mislim, da si to ti, ki je kreator tega vsega zadej. Mavrični bojevniki smo dejansko, bi rekel, kot neko gibanje, sej veš sama, ne, kot nek način življenja, kot neka filozofija nas podobnih, ki dihamo neke iste cilje, ki dihamo, ne vem, neke iste porive v tem svetu, kamor nas žene, a ne? In tukaj se potem dopolnjujemo in podpiramo, tako sva midva pač kompatibilna v nekaterih rečeh, ne? In zato sva tudi, če ne veš, vprašaj vse te projekte, ki sva jih začela voditi, in potem hitro videl, da enostavno je to ena stvar, ki je tebi dana. Se spomniš, še preden sva se midva, če ne veš, vprašaj, sploh obstajal, so se midva pogovarjala o lifeu, pa sem jaz te preko stari tip mogel to delati, veš. Tako da se mi zdi, da v bistvu to, če si rekel, kakšen sem bil kot otrok, v bistvu vedno sem bil zelo senzibilen, pa vedno sem imel ekstremno dober občutek za ljudi. To, da v bistvu prepoznaš človeka, da nekako, ne vem, če bi rekel temu empatija, tudi na nek način, ampak dejansko res, veš, tisto jedro, saj zato smo se tudi šli Mavrične bojevnike, ker če bi te otroke dajali sem v neke okvirje njihovih slabosti, potem Mavrični bojevniki ne bi mogli obstajati, ne? Ker je vedno tako, energija je energija in zdaj je odvisno samo od tega, kako boš zdaj, ne, pravijo switch the coin, flipno the coin, in zdaj, če je tukaj energija takšna nekje, je pa če se zdaj to transformira, pa se usmeri v nekaj drugega, je pa to potem postane lahko izjemno na nekem spet popolnoma drugem področju, ne. Tako kot pri tebi, ko v bistvu deluješ lahko zelo umirjeno in tako, ne, ampak zdaj sem imel pa uvod, sem bil tako, sem kar gledal, sem rekel, wow, sem res super, kako, in to sem videl, če ne veš, vprašaj, kako dejansko greš močno v to retoriko in imaš to moč zadej in v bistvu ti možgani to zelo, zelo hitro povezujejo, ker rabiš ta hiter možgan. Sej, če ne bi mogel to početi. Tako da ja, kot otrok v bistvu, ne vem, na ulici so me klicali pravljičar, vedno sem si razmišljal neke zgodbice,
in ja, jaz, veš kaj, v bistvu težava je pa tudi ta bila, no, še danes v bistvu prehajam v to novo fazo spoznanja in reševanja tega, to pa je ta ego, ki ga mi malo imamo, ne, ki je prisoten in to je bilo v bistvu tisto moje, da po eni strani niti nisem bil toliko močan, kot sem se dejansko kazal, priznam, a ne, nisem bil toliko močan, kot sem se kazal, sem imel pa svoje kvalitete, ki sem jih pa res lahko uporabil in so, bi rekel, morda drugi nekako kar sledili temu, no, temu naboju, karkoli, no, evo, tako, na kratko. Ja, tudi tazga se te, bi rekel, tako spomnimo iz ulice, ne, pač, jaz sem živela blok do bloka, vmes je bil samo ena Brežinca, tisti, ki poznate Novo mesto, je na Grmu pod šolo, en otok blokov, pol Kandijske, pol Trdinove, in ja, pač smo ti sledili, nekaj si imel, ne, kar smo bili tam, ne, dejč ima nek, kako bi rekel temu, ta magnet, ne, in po drugi strani pač smo te tudi videli, kukor čisto odpičenega, ne, tudi šel je ja. Ampak, a veš, ne, res bi rekel tle, ker sem tle z gosti, v bistvu, zakaj delamo te oddaje tudi, ne, zato da, v bistvu, jaz se srečujem z veliko najstniki, ne, vse veš, če ne veš, vprašaj bazira večinoma na najstnikov in da damo neki njim, sploh v tem času korone in itak sedijo na telefonu, tako da, če damo neko kvalitetno vsebino, mogoče imajo nekaj več za zbirati in pridejo sem. Bravo. In živijo, Šišič, pač jaz vmes samo s chatom bom. Yes, normalno. To je to. In v bistvu, ja, si bil pa tudi, ne, in imel si tudi ene dogodke, ne, vemo pač, odraščal si v bistvu sestro pa z mamo, sam že, ne vem, od 5. ali 6. leta. Mislim, da je bil tisti dogodek, ki si izgubil očeta. In tle me zanima, ne, predvsem iz tega, ker med nami so ljudje, ki so se soočali s takšno ali pa drugačno izgubo, ali pa jih, rečemo temu, vzgajajo mati ali pa očetje, samohranilci. In pa priješ v eno dobo najstništva, kjer se dejansko iščeš. In kako je tu pri tebi poteklo? Kako si se ti iskal? Kaj si ti počel? Kam si se zatekal? Mogoče kaj si takrat pogrešal? Kaj bi ti takrat mogoče, da bi se pa obrnil v drugo smer? Pa ne, da je kaj narobe s tle, kjer si bil, a veš, kaj mislim, ampak... Ful si dobro to začel, všeč mi je tudi takole prosto. Jaz mislim, da bom od zdaj naprej novinarjem napovedal, da se sploh več ne grem v radnih intervjujev, ker so boring. Tole se mi zdi pa zelo zanimivo in bom tudi iskreno odgovoril za voljo mladih in otrok, tudi če smo široko odprti trenutno. Ja, v bistvu to je bila res težka situacija. Predvsem zaradi tega, ker sem potem otrok v tej fazi, še posebej starejši fant, a ne, kot starejši otrok, dajmo temu reči, pa fant, a ne, prevzame potem nekako očetovsko vlogo. S tem pa, da je ta otrok nemočen v tej vlogi in hkrati nemočen tudi v dojemanju in sprejemanju te bolečine in tega občutka. Jaz sem imel to srečo, ali pa imam to srečo, da imam zelo močno mamo, ki je dejansko, pa ne, da je ona igrala očetovsko vlogo, sploh ne, v bistvu je igrala, bi rekel, dvojno materinsko vlogo. Evo, lej, tako, to je ona bila in ona to je. Tako da bi rekel, da mi je veliko popuščala tudi, veliko razumevanja, imela bi rekel kar ene take, kot vsaka mama, neke pritiske s tem, da je pet se učiti, pa dejo in balejo. In pa na koncu ugotovila, ne, da enostavno sem res tip, ki rabi nek svoj manever, ki rabi nek svoj čas, se pravi, ne vem, lahko 7 dni zabušava, pa v eni noči knjigo poje, pa se nauči, recimo, kakorkoli. Tako da v bistvu na to sva šla. Drugače pa ta izguba očeta in te vloge očetove, predvsem največjo težo, ki sem jo jaz potem takrat doživljal, je, mi smo ta X generacija, kar pomeni, da smo v bistvu začeli v tistem času MTV, pa Skate, pa Obsessioni, pa vse te scene in takrat v bistvu se je tudi zelo spremenil naš tistega časa, se pravi tiste Slovenije standard, ko se je začela tako imenovana amerikanizacija, ne, ko smo pač, ne vem, še nedolgo tega nazaj smo se Kitajcem smejali, ker si gledal v Parizu, ki opazujejo življenje skozi objektiv, danes ga vsi. Takrat je bila pa v bistvu to amerikanizacija v tem smislu, da sem bil v bistvu prizadet zadej, a veš, koliko je to težko, da v bistvu ti izgubiš nekoga in potem se tudi ne sem to spremeni, da ostaneš brez očeta. Tebi se vse spremeni, tudi standard. In pa nisem mogel imeti, ne vem, Barton Borda, tako kot so ga imeli ostali. A veš, pač stvari
določene si nisem mogel privoščiti, kljub temu, da je mama dajala vse v to, pa pol obsession, pa ne vem, pol plače, se veš, čas obsession, pač, ko si se šel v tistih cajtih obleč, majki mi to te rukelno pol plače, a ne. In vedno je dajala to podporo, ampak jaz mislim, da sem nekako najbolj danes, če nosim nek občutek negativen, s katerim se ukvarjam zdaj v odrasli dobi, je v bistvu ta občutek zapuščenosti, se pravi, krivde, hkrati res krivde, ki pa ni bila krivda, da sem jaz kriv, ampak krivda sveta. A ne, kdo me je kaznoval? A veš, a so to zdaj neka, ne vem, božanstva ali Bog ali ne vem, kaj narobe? Ne, da sem jaz poreden, pa zaradi tega, ne sem zgubil očeta, ampak enostavno, zakaj se je to zgodilo? No, še tudi na mojem primeru šlo za suicid, ni šlo za nesrečo ali bolezen, to, kar je bilo še v bistvu tista težja stvar za razumeti, zakaj, in sem potem zelo veliko let preživel v tem, da sem celo pol, ko sem bil starejši, raziskoval, kaj naj bi se, nisem verjel in to še danes nekako v sebi noter ne morem verjeti. So potem, veš, mi smo tam dol z teh oficerskih blokov, takrat se je glih 91, se je to neki štimal po svoje, on je bil brutalno visoko situiran v vojski, genijalen, mislim, brez hvale, ampak res genijalen, sem imel indeks faksa naša, ne 2 faksa hkrati, takrat je potem on šel z vojske ven pred tem časom, ker on je napovedal leta 81, je rekel brat njegov, se pravi leta 81, ko sem se jaz rodil, govoriva 10 let pred tem, je napovedal razpad Jugoslavije in potem so ven prišle te teorije, da so bile obveščevalne zadej, pa da je pač verjetno tukaj neki blok, ker so se potem v tistem letu zgodile tudi določene likvidacije. Recimo zanimivo mi je bilo to, da je njegov najboljši prijatelj v istem mesecu, se pravi, nekako končal ali umrl enako, podobno, se pravi, smrt z obešanjem, in to nekako mi ni šlo čez, potem te slike, ki se ga spomnim potem, takrat niso bili, bi rekel, toliko žare, sploh, so bile truge, neke poškodbe na obrazu, pustimo, da ne bomo zašli, ampak enostavno ostale so mi neke slike, ki mi niso dale miru in ves čas ta občutek, veš, pa v bistvu vidiš, ko rasteš, kako pomembno je to midva opažava pri mavričnih bojevnikih, ko imamo pretežno fante, kako se navežejo na nas fante, kako pomembna je ta očetovska vloga danes, sploh v bistvu zdaj, upam, da mi noben ne bo zameril, ampak res živimo v enem takem, sploh v tem zadnjem obdobju, če smo to opazili, ne vem, jaz sem zdaj slišal 2 best friendov, pa to takole blizu, pa veze, ne vem, koliko časa so šli na razen, recimo ločitve, se vidiš to sam na taboru, ne vem, če bi šli meriti, jaz mislim, da je vsak 4. otrok enostarševske danes, kar ne pomeni zdaj pa smrt v družini, kakorkoli, ampak ja, če se vrnemo na smrt, da ne bomo zašli, ker se ne pogovarjamo zdaj o ločitvah, smrt je ena velika zadeva, ki je mene takrat tudi pelala, bi rekel, nekako v puberteti, dost, mi govorimo, fant je bil jezen in je, kaj sprej rekel, mal utrgan pa tako, fant je bil jezen, ampak žalost je tista, ki povzroča jezo. In zato pravim, da v bistvu to v današnjem času, se veš tudi ti sam, pa jaz, koliko so se spotaknili ob naju, sploh, ko sva začela s to idejo, da bi naredili program za mlade, anonimne delavnice, kjer rešujemo akutne probleme zdaj takoj, ker med nama, jaz, ko sem bil takrat star 14 let, jaz, veš, ko so pa nazaj dobila, pa zakaj bi se pa to zdaj šli, a ne, če pa imamo svetovalnice. Nič narobe, če imamo svetovalnice, seveda, da jih imamo, strokovnjaki so in odlično upravljajo svoj posel, ampak ti moraš priti k njim, tam malo ne bo prišel pri 14-15 trkati tam na vrata, pedagogini Majdi, da se pravičujem, ampak res pa rekel, jaz pa ne vem, imam to pa to pa to. Zdaj pa ti, ne vem, sam veš, kaj sva slišala, pa kva si slišal vse od njih, kaj ti povejo. To je tisto, sploh v tem novem času, v tej novi dobi, z tem nekim ultra koronskim problemom zdajle, ki ga živimo vsi skupaj. In ja, jaz mislim, da v bistvu bo treba to negovati, je pa tako, no, bi pa rekel, da v bistvu sem pa našel takrat svojo družino na ulici, kakor bi to zdaj, ne vem, opisal ulico, med določenimi posamezniki, ne na ulici, da ne bo pol slišati, uličar, pa takoj baraba, pa to, ne, ampak res na ulici, ne vem, tako kot danes, naprimer, ne vem, moj prijatelj Jože Joco, ne vem, zdaj, ali spremljaš ali nekakorkoli, pa če njega še danes tretiram kot odrasel, ne, za očeta, mislim, on je, se veš, on ima neko posebno vlogo v naši družbi, za to njegovo zrelostjo, ki je tako marginalno drugačna od vseh nas, da v bistvu daje to toplino in jaz na nek način sem potem, veš, kaj sem se pol spraševal,
Enkrat sem se vprašal, jaz sem vedno smo bili ali pred časom, ne vem, ko smo poslušali Dog, ko so prišli v Ljubljano, jih mi že 3 leta nismo poslušali. Ne. A veš, ko smo mi šli na občino prositi za skatepark, sploh vedeli niso, kaj je skatepark, ko smo jim to razlagali. Ne. Tako da se mi zdi, da smo te čase nekako vedno takrat znali prehitevati in tudi po moje, zaradi tega sem se vedno družil s starejšimi. Prej sem od nekdaj, ko sem bil že majhen na ulici, sem imel družbo nepredstavljivo starejših, pa potem, ko smo bili pubertetniki, ko se je hodilo ven zabavati, ne vem, smo bili stari 16 let, 15 let, smo imeli kolega 18 let starega, kar recimo na vaseh, to zdaj, ko zdaj na vasi živim, je čisto normalno, to medgeneracijsko, bolj laufa, ne. Takrat je bilo pa bolj omejeno, tudi, se veš, svet ni bil tako odprt, ni bilo tega online-esa. Takrat, da si imel bejbo že, ne vem, z drugega kraja, si imel bejbo v Striko, jo veš, da je bejbo z Murske Sobote, veš. Mislim, danes paš pa lahko, ne vem, Ekvadorko, Guatemalko, whatever, Japonko, pa to vse laufa čisto drugače, ne. Svet je v bistvu se na nek način, kolikor se razdera, se tudi povezuje, vedno je paradoks, življenje ima vedno paradoks, vedno, ko nekje pada, se nekje dviguje in tako je, ne. Tako da se mi zdi, da tudi to, kar sem doživel, jaz sem pol celo zdaj na odraslo dobo šel na neke postavitve družine in razne alternativne metode, kjer včasih se tudi spraševal, ne vem, ali gre za kakšne povezave, jaz pač verjamem v nadčutnost, verjamem tudi to, da je človeško telo nek snovni magnetizem, ne? Zdaj glih v zadnjem času malo študiram mezmerizem Mezmerja, torej Humarja imam tukaj gor na sosednjem hribu, pa Adelma The Way, se pravi ta kneginja slovenskih konic, ne, in mi je ta magnetizem zelo zanimiv, ne, ker če gremo, ker smo bili otroci, pa smo ful radi gledali oddaje o duhovih, pa te knjige, ne, pa pol oni pridejo in imajo ful naprav, ne, in s to napravo oni v prostoru, kjer naj bi bila entiteta, zaznajo nek elektromagnetizem. In ful zanimivo je, da ima človek tudi ta elektromagnetizem in ko zapusti duša ali karkoli telo, ostane telo in tega magnetizma ni več. Torej, verjamem v to, ne, da je človek več, da so zadnjič je bilo noro, ko sem v prvem pripeljal Zarjo v prvi razred, ne, so bile tam učiteljice na hodniku, jaz sem pa na glas začel razlagati o tem, ne, pa nisem zdaj to zanalašč hotel, ker nisem vedel, da so tam, nisem jih videl, da so zraven, sem rekel, da ne bi verjela v kakšen to, da smo mi zopice pa Darwini v šali na lep način tako, ampak ja, mislim, da mora biti svet realno postavljen, no, tudi otrok majhen pade, pa se udari v rob, pa rečemo ti miza, ja, pa kaj ima miza s tem, ne, pa nič ne buba, je, kako ne buba, tebe ne buba, ko se zjutraj v prst butneš, mislim, pa kakorkoli, pa verjetno tudi že kakšen kdaj butnil, pa je bubalo, ne, kakorkoli, ali pa če spadal na kolena, ne, tako da buba, in potem, ja, kaj pa moram reči, ja, rečeš, ja, boli, pa bo nehalo boleti, a ne, mislim, jaz mislim, da, in to je to, tako da, ja, dobro si postavil, to si začel z očetom, je kar ena stvar, ki jo kar šelej, pa sem kar bi rekel 40 že počas grem, pa še danes nisem doživel, bi rekel, te neke celote, da bi nekako to sprejel. No. Se mi zdi, da to je res ena velika stvar, razumem pa tudi posameznika, ker sem imel v prisotnosti posameznike, ki so bili blizu, iskreno, tudi sam sem imel v enem obdobju zelo hudo temo pred očmi ali na srcu in razumem posameznika ali pa poskušam razumeti posameznike, ki so, in na ta način mi je potem lažje, da poskušam potem razumeti njega. Da je v bistvu on bil tisti z neko odločitvijo in da je tudi to, kar se je zgodilo zaradi tega, da vzameš to kot nek blagoslov naprej, ker takšna je moja pot, tako je bila pot izbrana in zaradi njega jaz rastem. A ne, kakorkoli. Je pa nujno, da se pa v bistvu te stvari bi res, ta projekt, ki se ga greš, je v bistvu izjemen prav iz tega naslova, ker potrebuje, se pravi, te akutne rešitve takrat, ko je še čas, a ne, da stvari ne grejo res, da ne eskalirajo potem v to, mislim, jaz sem vedno hodil blazno po robu. Zdaj se verjetno režijo vsi tisti, ki me odprej poznajo, verjetno simpatično ali kakorkoli, čak sem moment. Punci, depejte prosim, sem mečken tam Zarja dol, no. Sem mečken. Ni panike. Karlinca, vse je v redu, zdaj sem malim vedela, se me nič ne mod, zdaj ima eno noro idejo, s krušne peči dol skače, ampak na kavč, kar je okej, sem je že tukaj velika, veš, da pozab in pa se v strop gor z glavo užge, ne, pač kakorkoli, okej, vrnemo se nazaj. Ja, mislim, tle bi sam tako rekel, Čak, sem sekundo, prosti Đero. Ni panike. Having kids in the house.
Ker tema je ratala. Ker tema. Ja, definitivno. En razlog, zakaj sem Dejča v bistvu povabil v oddajo, s tem je ravno zaradi tega, ker ima toliko različnih izkušenj in danes se veliko mladih, rečem temu, Sorry, family matters. ni panike. Lej sem rekel tako, no, eden tudi razlog, zakaj sem te povabil v bistvu za gosta je, ker si imel neko to akutno situacijo, oziroma ki ima veliko vpliv, kot si povedal, še na nadaljne življenje, ne? Ampak danes je veliko mladih, ne, ki v bistvu ne vejo, kaj bi počeli v življenju. Meni se zdi, ker si ful dobro rekel, ne, tu z očetom in zdaj jemljem to kot blagoslov. In če na nek način pogledava, ne, verjetno mogoče, če se to z očetom ne bi zgodilo, mogoče marših bojevnikov danes bilo, noben ne bo nikoli vedel, a ne? Ful dobro, Ampak mogoče, a ne? In ravno iz tega, ker recimo, se pravi, kaj je tudi point teh oddaj, da pokažemo, kako ljudje so najdel neko strast v življenju, nek svoj namen ali pa kakorkoli temu rečemo smisel in kaj je pol potrebno, da ga v bistvu živiš, a ne? Ampak ni šlo čisto gladko, ti nisi pri 17 rekel, jaz bom imel mavrične bojevnike, ne? Ti si šel pol v bistvu v srednji šoli. Škaj, zanima me še čisto, da bi rekel, ker si bil v srednji šoli, a ne? Si rekel, sem bil v srednji šoli? Si bil sploh, ali? Sem bil, to so una leta, ne, a jaz v srednji sem bil, faksa se bolj malo spomnim, ne hecam. Ampak vseeno, ne, kukor si bil, kukor si rekel prej, pač na ulici mislim, tam si se s fanti spoprijateljil in tako naprej, veliko časa si preživel v bistvu zunaj in nisi bil veliko noter. Ampak šola pa ni bila problem, da bi rekel, da je ne bi zdeloval, da bi padel. Odkje? Kaj pač mogoče tle lahko se dotakneva tega ADHD iz druge plati, a ne? Zelo dobro, ne, to sem glih prej, jaz mislim, da imamo to moč, če zdaj preskočim, imamo to moč po moje glih zaradi tega, ker enostavno imamo to večplastnost. Po eni strani smo res doživeli življenje v vseh možnih, dajmo reči, valovih, pa naj bo to kakor visoko, nizko, norosti tega in onega, zadaj je pa bila v bistvu ta moč, bi rekel, zvedavosti in intelekta. Intelekta, se pravi nekega hitrega uma, neke odgovornosti, tako da bi rekel, da to je tisto, če sem že prej o mami govoril, ne, mi je dala vsaj to neko skrb zadaj, da sem znal takrat biti še toliko prestrašen šole, ali kakorkoli bi temu rekel, ali prestrašen življenja, ali odgovornosti, ali česarkoli, da sem znal zelo dobro manevrirati med tem, da takrat, ko je bilo nujno, ne, sem se lotil akademije, šole, kakorkoli, se naučil in določene stvari, se pravi tiste, ki so bile strastne, naprimer kot neka biologija, ki je z oceno nikoli nisem preveč dobro pokazal, hkrati je bila pa to ena največjih mojih strasti, celo na tekmovanja sem takrat šel in učiteljica mi je recimo, ko smo pisali, sem tam pisal, ne vem, eno dvojko, trojko, ker sem une vretenčarje in vsega tega res ni dalo na pamet učiti. Sem pa blazno rad gledal dokumentarne filme, še danes jih, in ko sem prišel recimo v šolo, naslednji dan sem razlagal o teh temah, učiteljica je to poslušala, ker kabinet je samo ena vrata stran in mi je vedno pripisala na redovalnici, se pravi, ni me niti ustno šla vprašati, ampak mi je kar napisala še eno 4, 5, seveda v razredu so se uprli, zakaj, ne, pa vi to počnete, kakšne sorodstvene veze ali kakorkoli, prijateljske, ne vem, ne. Pa je ona potem rekla meni v bran, to je biologija, ne, ker ko sem jaz doma gledal neko Thompsonovo gazelo, sem drug dan trobil tam celo dopoldne po šoli v detajle, kaj sem gledal, ne. In to se mi zdi, da je ta ADHD ki si ga prej omenil, to isto vidva, pogovarja se z otrokom na taboru, šola katastrofalno, vedenje katastrofalno, vse katastrofalno, pa smo bili pa na Kolpi na unih raftih, če se spomniš, pa sem jaz tistega ves čas je nekaj isikal, pa sem ga 2krat noter vrgel s tistim jopičem, da je mal plaval za čolnčkom, pa sem ga pa gordal, pa potegnil zraven sebe in sva začela o Sala, Aladinu in o vitezih templerjih in bla, 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 in to je bil moj monolog, ki je trajal, ne vem, 15 minut. Naslednji dan ta fant ob ognju 15 minut v detajle, ker edino jaz vem v detajle, kako sem to zgodbo povedal, in ko sem jaz to slišal, jasno mi je potrdilo vse tisto, v kar verjamemo in smo mavrični bojevniki, ne, se pravi neka drugačna pozornost, kot pravijo ADHD, ne, attention deficit, zakaj bi bila deficitarna pozornost, Avstralci so ta D spremenili v different, ne, drugačna pozornost, ne. Tako da ja, tako si dobro povedal, me je
me je to rešvalo, no, da sem znal takrat, ko sem zagrabil dobro, na faksu je bilo podobno, študiral sem na obali, vamo Sala Plaja, mislim, to so bila super crazy leta, ampak da se res pohvalim, zaključil sem v prvi rundi, se pravi, takrat leta 2006, ko sem diplomiral, nas je pri Tomislavu Klokočovniku, velecenjenemu našemu slovenskemu srčnemu kirurgu, pionirju, trojni bypass, ne vem, kaj vse se je šel, izjemen človek, nas je 6 naredilo izpita, ne, pri njemu in še to, v bistvu, če ti povem, kako sem ga naredil, ne, evo malo tako, dajmo biti fleksibilni, zdaj mulci, če to poslušate, se pravi, ko ti dobiš kirurgijo, pred nos imaš 2 take knjige in zdaj lahko si rečeš 3 mesece, 2 meseca, 1 mesec karantene in bamfa, ne. Jaz sem pa v bistvu preučeval malo to, da imaš ti nekega večplastnega znanja, da nisi zdaj tam čist slep, ne, ampak sem se v bistvu naučil njega, Tomislava Klokočovnika, kjer je tudi zajetno, se pravi, ko začneš njega študirati, tako da sem v bistvu nekako napeljal preko vprašanj na to, da sva potem kar prišla na te teme in itd. Na koncu v bistvu sem naredil 6, ampak sem naredil sem tudi zato, ker sem bil črn ko ogle. Mi smo seveda tam v San Simon šli s skriptami se dol učiti, ampak ko si prišel skripto dol, pa si videl tam punce, ko se sončijo, pa če si pozabil na skripto, slučajno, a ne, in si se posvetil drugi temi, a ne, in kaj v bistvu na koncu je bilo pri njemu tako, če si ti prišel, no, mislim, to je bilo noro. Tiste res, vse so se mi smile, pride sošolka noter, zelo pridna, res super punca, ampak je not prišla, je najprej vprašal, kje študira, pa puno reka, kako kje študira, ne, kje študiraš, najprej, v vsaki šoli za zdravstvo, ne, pa prav, nisem vas to vprašal, na obali študirate, ne. Zdaj pa pejte domov, pa pridite v jesen nazaj. Zdaj je bila vsa bela, mi smo bili pa tam konc maja, ne. A veš, in zdaj ti, če si prišel črn, si imel že malo več. Torej, to je to, a veš, in to je meni dalo mojo, da je tak profesor, da vidi, aha, glej, mladi, a veš, life, treba je to razumeti, sej, in to danes je, sploh pa danes s tem odprtim trgom tega medija, danes je to itak čist weird, danes priješ cel popirsan, pa je vse ok, jaz sem takrat preletel na šolski center s tistimi hlačami rasti na pol dol, pa zuno kapce, sem take štale preživljal svojo srednjo šolo, ne, ker ni bilo to takrat normalno, tudi te niso normalni, nekako zgledajo, ne. Tako da, hvala Bogu, da se je svet saj toliko znormaliziral, da se mulci ne rabijo boriti s to neko svojo zunanjostjo, ampak ja, intelekt pri nas je pa zagotovo lahko, se vidiš na naših taborih, tej mulčki. To res padeš dol, ne, enostavno, niti te ne zanima, kakšen je v šoli z ocenami, s tem in z onim, ko se res poglobiš v njegove kvalitete in to je to, tista prednostna področja. Zakaj pravimo, da je 4 pa 2, 3? Kdo se je to spomnil? Računa, zdaj si pa ti povprečje. Ne, to so njegove močne, to so njegove šibka področja ali kakorkoli lastnosti, a ne. Tako da, okej. Ja, mislim, saj ful enih titek, kadar se s tabo človek pogovarja, ne mora sam pa eni temi ostati, ker to je ena tvoja taka tipična znotraj enega vprašanja odgovarja na 10, ampak in pač je the best, mislim, če ne drugega te je zelo lepo poslušati in hitro dobiš poslušalce, tu imaš itek sam izkušnje, sam veš, kad pač priješ nekam, se začneš pogovarjati, naenkrat te začne poslušati 20 ljudi, tako da kar ni dobro, veš, zaradi tega, ker to midva veva, to ti imaš, jaz imam pa s tem malo probleme, ne. Najboljši retoriki so najboljši poslušalci. In morda ja, je zanimivo, da prideš, ampak ti vzameš energijo, ukradeš, mogoče vseh 20, vse na koncu rečejo, hvala Bogu, zdaj če bi bil res Tumas model, pa trobo tam neke nubiloze ali mi pa v formuli trobo, ja, okej, pa zdaj, če se razgledam, pa imaš to širino, ti še dovolijo, ampak vseeno pa ni pa prav, ne. Ja, ampak kaj so bili pa, tako ne, malo si že povedal te izzivi v srednji šoli, kako si se oblačil, ne. Ampak tako drugače v življenju, tudi izzivi pol, recimo si končal faks, a ne, delal si to visoko šolo za zdravstvo v Portorožu, ali kje že? V Izoli, pa 1 leto sem prej študiral kriminalistiko. Mi je žal, da nisem dokončal, veš. Verjamem. Bi bil hud kriminalist, to bi se pa teplo pol z življenjem, jaz si pol predstavljam sebe, ono, ko gledaš v filmih. Unkaj te hud, nos leder jakno, je samski, zvečer pije v lokalu viski, razmišlja v kejsu in zraven njega sedi lepotica.
Okay. In zdaj, da veš, da to preklopiš, zato pravim, ti poklici, Mavrični bojevniki, to mi smo, to, kar ti zdaj počneš, to ti si. Ni to zdaj služba, to ti si. Ja. In tle je dosti podobno, ker mi smo še danes fetiš, res na noro, se pravi, od serij, tega, onega, knjige. Mislim, eno področje, ki je dosti močno pri meni in mislim, da bi bil tle lahko tudi zelo dober, umori, to mi je bilo nekako blizu, kar ni veliki, ampak enostavno nisem šel potem v to, spet smo se šli. Ne, v redu je, pač glih tu je. Škaj hočem pokazati to diverziteto. Ena stvar je, kar tudi s temi oddajami hočem je, tle ni templata. Jaz nimam template za oddajo. Yes. Mene kdo vpraša za oddajo, kaj je tvoj template, jaz rečem, vprašal te bom, kaj si bil kot najstnik in pa gremo iz tam naprej. That's it. Dobro, okay. No, mislim, razumem, mogoče to kakšni rabijo. Mi pa ne, pri me. Hočem predstaviti tu, da na svetu pač nas je 6 milijard. Tu je 6 milijard svetov, če gledava tako, In da damo ljudem tu, da pač dejan je tak in tašen, ki je ok, z njemu nič narobe. Jaz sem tašen, ki sem, je ok, z mano. Ja. In da tudi gledalci, ki gledajo, oziroma pač tudi te, ki so v interakciji z nami, da se zavedajo, da pač tašen, ki si, ni s tabo nič narobe. Yes. Ok, sam pogled, če ti kakšna stvar ne deluje, jo reš v smislu, da ti bo delovala. Ampak kar bi rad izpostavil tle je tu, ki si končal faks in si začel delati v zdravstvenem domu Novo mesto, pač zdaj malo prehitim, ker v redu. Znam. Kaj je pol botrovalo temu, da si prišel do ideje Mavričnih bojevnikov? Ker tle je bilo en gap je bil vmes, nekaj let je preteklo. Ja, v bistvu, se tako, ko sva začela, če ti poslušaš življenje, boš videl, da te točno tam pele, kamor naj bi te pelalo, če opaziš to, če si prisoten ali kakorkoli. In v bistvu, kaj je botrovalo k temu? Jaz bi rekel, da ta otroška igrivost, vse to, kar je šlo, potem se prenese v ta zdravstveni dom, kjer se začne delo v zdravstvenem vzgojnem centru. Kar pomeni, da moje delo je bilo, sploh Dolenjska regija, zdravstveno vzgojni center pokriva res ogromno območje, pomeni, da sem bil na šolah vsak dan. Imam to moč, da lahko manevriram, se pravi, da se eno uro ali pa minuto pogovarjam s 5-letnikom, pa potem v naslednjem stavku z ravnateljico, pa v naslednjem stavku s predsednikom države. Pa z vsakim se bom pogovarjal drugače. Tako da v bistvu tle je bilo to, da je šlo v bistvu po eni taki časovnici, da se je začelo to delo z otroci, to delo z neko pedagogiko, sem si tudi želel biti učitelj. Pa če veš, ljudje imamo več talentov, jaz bi bil rad, igralec, fotograf, zdravnik, učitelj, kriminalist in tako naprej. In v bistvu je potem to prehajalo en dan se je zgodilo gor na Kureščku, da sem v bistvu ležal na travi tako in gledal gor v nebo in sem dobil tak občutek, veš, kaj se včasih s telesom pa z mislimi prestaviš, veš, kaj se kar zgubiš, da si tam, pa sem dobil feeling, da sem na Gorjanci gor, da ležim, čisto na drugem hribu. In sem dobil nek tak feeling, tako neke tipi, to bi bilo ful v redu, neka vizija, pa nam rekel vizija, da ne bomo imeli začudenega, ni bila vizija, ampak noro občutek. Ja, neka ideja, ki se je začela v tem, pa otroški tabori, pa to, pa pol ti hiperaktivni, takrat se je začelo malo govoriti o tem, prej ni bilo debate, da smo hiperaktivni, pa da imamo diagnozo in podobno. No, na kar se potem... Sam še tega dotaknem, sorry, zdaj sem se spomnil. V redu. Tebe so diagnosticirali za ADHD že? Zdajle v odrasli dobi šele. Šele v odrasli dobi. V odrasli dobi sem dobil diagnozo. V teku odraščanja pa nisi nič imel? Tokom odraščanja sem hodil 3 leta skoraj od 4. razreda dr. Anje Relič Prinčič na Polikliniko, kjer so govorili v bistvu, da gre tako nekaj za čustveno-vedenjske motnje, v bistvu povezano s to izgubo očeta, otrok, ki je dosti bister, ki je ustvaril potem neke fobične svetove, jaz sem imel potem ogromno enih strahov, še danes jih imam in to je normalno, vsak jih ima. In enostavno sem se takrat v bistvu, nisem se niti čutil čudenega, zato ker so tako dobro nas takrat obravnavali tam, da so nam vedno te prednosti ven dajali. In ko smo se začeli z Mavričnimi bojevniki, sem se na to spomnil. In so rekli, določene naloge si rešil katastrofalno, ko te tam testirajo. In to je bilo pri vseh testih. Kakšne rešiš tako glupo, da si pod povprečjem kompletne družbe. Sploh, če greš pol nekje v neke poklice, kjer imaš, ljudi, ki so tam 15-20 let
In zgolj zato, ker ima staž in upravlja nek svoj del dela, tako sem jaz recimo v zdravstvenem domu, kjer sem v zdravstvenem vzgojnem centru bil izvrsten pri svojem delu predavanj, ker sem pa mogel tu papir spraviti, pa v tabele, je bilo pa porazno, so bile pa same napake. In sem doskrat tudi v bistvu dobil narobe, ni okej, ampak si je bilo dobro, ker sem jo tako dobro vodil, da je dala to na tehtnico. In rekla, okej, še vedno ona njegova kvaliteta, bomo to že nekako, saj niso to hude napake, konec koncev. Tako da v bistvu ta zdravstveni dom ta zdravstveni vzgojni center se je začel s temi otroci, ker so bile različne skupine, imel sem, ne vem, v ponedeljek sem imel zjutraj prvičke, pa pol sem imel v torek srednješolce, pa v sredo nič, pa v četrtek pol petrčke, imel sem tem milijon, ker sem pol od NIJZ-ja, se upravičujem, ampak mnogo teh nacionalnih, ki sem jih imel paketov za predavati, sem jih sfrezeral in malo po svoje naredil, z malo manj distance, pa malo z več bližine, z več učinka. Kakorkoli se je to noro slišalo in takrat so me imeli, pa ta ni normalen, poglej na kakšen način spolno vzgojo razlaga, s temi njegovimi grafikami in prikazi življenjskimi, ampak na koncu je v bistvu ta nenavaden pristop me pripeljal takrat na največjo mednarodno konferenco, kjer sem dobil nagrado, v bistvu School Nurse na to temo, bilo je v Ljubljani, tako da ni delodajalec rabil plačati kakšen Singapur, in sicer je bilo zelo dobro in ta pristop so takrat zelo sprejeli. In danes smo pa že prišli do tega, se pravi, danes pa že šolstvo vidi, da ne moramo iti več po teh utečenih okvirih. Tako da so se pa v bistvu te vizije nekako začele z zdravstvenim dom, pa se je pa začelo to, da sva se z Robi aus Berlin, naš, srečala, postala prijatelja, zvedela, da imamo nenormalno veliko skupnih stičišč, od tega, da imamo na isti dan rojsten dan z nekaj let razlike, da oba imamo podobne fetiše do teh nekih survival zadev, sprejeni prišel tu na televizijo, smo mi že kurili in se vse to šli. In smo takrat res v bistvu uživali v tem. Pa mi dva enkrat v kitajski restauraciji jeva, to je bilo, rečemo, v kratkem času, še v tem obdobju, morda v teh tednih, jeva tam in jaz pol njemu razlagam o tem, da midva to rada počneva, rada kurva, da je ful teh nekih hyperactive otrok, pa da sem dobil to nek feeling tega nekega tabora in oni streli iz prve, je bil pa takrat prostovoljc pri organizaciji pri društvu Mali princ, tako da bravo ekipa, hvala vam, brez vas nas ne bi bilo. In sicer on je rekel, da jaz sem prostovoljc pri njih, a veš, tu začenja z nule, nimaš pojma, nič ne veš, niti dobro ljudi nabrati, ampak kapacitete. Tako da smo začeli z njim sestankom, z njimi se dogovorili za to sodelovanje, vam posodimo tabor, taka. In enostavno so se zadeve potem začele v tej smeri, da sem prvi 2 leti delal kot zaposlen, se pravi, bil sem v zdravstvenem domu še vedno zaposlen, kuril svoj LD, se pravi, porabil svoje poletje morja in hodil na morje konc jeseni in ne vem koga, v glavnem zato, da sem tam bil. In nekako, ko smo naredili tisti prvi tabor, je ta plamen, ta iskra nekako, potem ni bilo več ene ideje mene in Robija, ki so si želela tabor, ker tabor ne mora biti 2, to je jasno kot beli dan. In tudi nekaj je potem vprašanje, veš, to tudi sam vidiš, recimo, kje jih toliko dobite, pač naša mreža prostovoljcev je kar bogata in se dopolnjuje in seveda so upadi in se pravi, pridejo novi, ampak s tem res nimamo težav, ker ne gre za iskanje, vem te vprašal, kam date, zdajle sem na Vrhniki predaval nekaj dni tega nazaj pedagogom in je bilo eno vprašanje enega kolega tudi na to temo, pa sem pa rekel, pismo, jaz mislim, da ko se sprostiš v tem, ko delaš ene stvari, potem isto mišleči, iste frekvence, jaz to rečem, pridemo skup, prej slej. In to padajo z vseh strani, ne vem, za hrbtom se ti pojavi, na najbolj nenavadnih prostorih, da ti povem danes, na parkomatu, thank you, in danes recimo sem bil cel dan na izletu, sem šel sam, sem se kar dol do Tolmina zapeljal, ker me je zanimal ta grofov izvir, in če povem zgodbo, to sem ti prej omenil, preden smo začela, da sem bil na tem izviru, nisem pa povedal, kakšne nore stvari so se mi vmes dogajale, srečo od kolega Fotra gor v hribu, nisem vedel, da je tudi kolega Fotr, midva začneva najprej v tej vodi, pol prideva na to, da sva oba jadralna padalca, jaz ne več, on še vedno, pol prideva na to, da je on v Izoli živel, jaz tudi, pol prideva na to, da pravim jaz njemu, ampak vi niste Primorc, prav ne, jaz sem z Otočca. In pol prideva do tega, da je Barbo, ki ima na letališču pizzerijo sin njegov. Daj mi sina pozdrav, če bo šel kaj dol, pa daj se kaj dobiva, pridemo Ivančno in tako naprej. Jaz bi rekel tudi tako, da verjamem v to potrjeno, ker sem bil
pri prijateljih astrologih in imam to karto, ko sprej rekel, nek magnet, se to zgodi, res navleče menih ljudi okoli sebe, noro, veliko mrežo, a ne, tudi, ko smo ti zezal, ko si rekel, stari, pa kaj ti si v pol leta naredil 5 ur na FB-ju, pa pol, pa me pol, kaj še prav, ja, ti pa si jih kar lajkov, jaz jih imam zdaj le v čakalni, veš, kaj sem tebe prosil, da mi zdrihti, kaj moram peč narediti, ali kaj, pa to ni hvala, meni je to annoying celo, ker je preveč, v bistvu mi gre počasi na živce, biti tok na ven, pa niti več ne vem kaj, pa tam špohtu mečemo, veš. Ja, okej, štek. Evo, točno tu. Mislim, to je tudi ena stvar, ki mi je pač, mislim, ki me zanima, ne, ker... Kako špohtel vršt? Kje sem tebe? To si pokazal na videu, tako da če koga zanima na FB odeča, pa boste videli, pokazal na videu, ko se vrže špohtel v leseno tarčo. Ampak tu, ne, sprav, ti si dobil to idejo, ste se z Robijem usedli, ste se šli tabor. Ja. Se pravi, kaj bi ti rekel, je tu pomembno, ne? Če zdaj gledamo, da rečeva, da se postavimo v kožo enega mladostnika, ki se išče v življenju, dobil je neko idejo. In ki si ti razlagal, je ena od teh res pomembnih stvari, je, da ti to idejo deliš z ljudmi. Prav. Ker če jo ne deliš, pol ne živi. Dokler, in to je ena stvar, ki bi jo redal ven, dokler je nekaj samo v naši glavi, je skoraj isto, kot da je mrtvo, ker ni živo, ker se o tem ne govori, o tem ni, pač, jaz tako tle na nek način se malo pohvalim, recimo za ta stream, jaz imam zadnji ekipo ljudi, ki jih pač ne plačujem, ker jih nimam s čim, ker pač stream ni še toliko močan, mogoče čez en časa pa bomo lahko vsi od tega živeli v bistvu. In vsi verjamejo tebe isto, ne? Ja, ampak v bistvu ne, je video producer Robi, grafik designer Rok, Paul Brt, pa Matej, moderatorja Karina, ki mi pomaga objave delati in so kar zraven, ker govorim o tem z ljudmi. In to je nekaj, kar isto, ne, kar bi res dal, je, da pač, če boste govorili o idejah, ki jih imate, se potem tu lahko razvije v vašo strast. Mislim, da dosti ljudi, ki se sprašuje, kako čem odkriti svoj namen, svojo strast, to, kar bi rad počel v življenju. In pa, ko rečeš, okej, kaj pa delaš? Ja, nič, mislim, ne vem, imam neko idejo, kakšno idejo pa imaš? Ne, veš, kaj bom jaz tu 100% razvil v svoji glavi, pa bom pa šel ven. Ampak dejansko tega, mislim, tu mogoče je par ljudi na svetu, ki tu res naredi, pa še Sem ti hotel reči, Tesla, ne da mi miru. Ja. Tesla je bil konstruktor v svoji glavi izjemne, to pač niti ne moramo primerjati z nekim normalnim umom, ne? Točno to. Ampak če pogledava je razlika med Teslo, pa recimo zdaj Tabo je, da on je lahko vse sam tu rešil, ker je imel te konstrukcije in pol je rabo samo vključiti ljudi, da je dobil elemente in sestavo. Medtem, ko si češ voditi nek tabor, ti raboš vključiti tu noter neko število odraslih ljudi in potem staršev, ki bodo prepoznali to kot nekaj cenjenega, kamor bodo oni upisali od svojega otroka, ki je na nek način, ki imamo zdaj oba dva, lahko pohvalim, ne, to izkušnjo, da sem starši, mi ni treba več reči, ne morem se postaviti v vlogo starša. Ampak ki je na nek način neka največja vrednost, neka največja zapuščina, ki jo bomo na koncu pustili na tem svetu, in da ti tu daš v roke Dejanu Soterovu oziroma Mavričnim bojevnikom, da jim zaupaš en teden svojega otroka. Se mi zdi, da če ne govoriš, do tega sploh ne mora prijeti. Mogoče ena taka napotek, se pravi, kako odkriti svojo strast, je pač pogovarjaj se, ideje ven meč. Super. Drugač Dejan tle je res very day, tako da pač to je tako. Vsak projekt pri Mavričnih bojevnikih bi bil lahko svoj brand. To si ful dobro povedal, to s tole glavo, ker veš zakaj, ne da mi miru, zato mi toliko besedo skačem, prosti, ampak res enostavno, jaz vidim pri sebi, ta moja imaginacija, izumljanje programov, alkimija, iskreno še vedno veva tudi v naši organizaciji, meni osebno manjka suportiven partner, ki bi zadaj menedžeral zadeve, urejal zadeve, jaz moram to vse sam početi, plus tega in onega, zato tudi mogoče stvari še niso čisto točno tam, ko jih jaz vidim, ker ko bom jaz res prost, ko bom bil v svojem peskovniku alkimije, ko sem ukvarjal dejansko res lahko samo z otrokom in s to kreacijo, se pravi, programov in izumljanja novih programov, kajti mi roko na srce Mavričnih bojevnikih, mi govorimo zdaj o taboru, mi nismo sam tabor, smo še mnogo drugega, ki pa dosti v bistvu stagnira, prav zaradi tega, ker je širina preširoka. In to si zelo dobro povedal zaradi te glave, kajti kaj glava tudi naredi.
sploh v teh naših hitrih umih. Skreira tako mogočno realnost, da si jo že tako doživel, da ne pride do realizacije ravno zaradi tega. Ker dejansko v tej imaginaciji postane projekt že tako sestavljen, da se ga ne lotiš. Sploh se ga ne lotiš. V bistvu si ti perfekcionizem, ne vem iz kje se hrani, ali iz ega, ali iz kjerkoli, morda, skoraj da ja. Se pravi, da ta ego se toliko nahrana, ne, s tem, da reče, lej, spet jaz, magnificent me, ne, ker pol si glih med tem nekim, kako v družbi ali pa sam do sebe biti zvest pa iskren, to je res hudo. Zdaj sem od tolikih ljudi, zanj sem Karpo Godino spoznal, pa njegovega prijatelja, enega arhitekta, pa mi pol na koncu rekel, Karpo Godino, režiser, no, ta arhitekt, no in mi on na koncu rekel, ne, res noro te je bilo poslušati, res zanimiv si, ampak to bo pomembno pri tebi, ne, ko boš v bistvu dojel ta mir, to tišino in dejansko v bistvu ene stvari, ne, sem pa jaz njemu nazaj rekel, ja, kako bom pa svetu pokazal svojo izjemnost, če bom sedel tam v eni tišini, pa ali bom pač podoben ostalim, ki sedijo tam v tišini, jaz pa tudi ne morem sedeti v tišini, to je tik pri meni, jaz pač enostavno moram govoriti. Ne? In potem, ja, pa ne tu govoriti vse, pol sem pa dojel, ne? Ampak po drugi strani, veš, ker se skozi ego hval in hran, ker roko na srce določene stvari nam res grejo, mislim, mater, jaz se lotem kuhne, kuham tako, da narit padeš, če bi se šel profi tega, primam fotoaparat, mi je prav profesionalni fotograf, model zbil tikje na delavnicah, hodil se, ne, meni sam uči tako dela, jaz sem vidim tako, dobro slikaš, dobro ti gre. In še mnogo stvari, pisanje, ne vem, rad bi bil pisatelj, vsega Boga pa ne gre. Zakaj? Zato, ker tle nota, ne? Ker enostavno ti stvari zadovoljiš s tem, pa si zmeden. Na koncu, v bistvu, ko si pa preveč tega naložiš, ti ima zdaj svoj fokus, veš, tle sem. Zdaj pa, če bi jaz bil mal tu, mal še bojevnik, mal bi bil gladiator, mal bi bil uno, mislim, no go, a ne? Tako da se mi zdi, da ena stvar je ful pomembna, da ko najdeš tisto vizijo, ko si rekel, jo del, takrat, ko boš ti začel deliti, jo boš ti nekaj pravijo, pol stvari je že narejene, ki je v glavu narejene. Ni res, takrat je v bistvu stvar pride noter v ta manifest, pa ti začneš energijsko šele to porivati na ven. Pa se začne pa dogajati to, kar si ti tudi meni rekel, dej počak, se bojo prišli v zadnjem cajtu, sploh ko planeti kako razdiralno delujejo na pare in tako naprej in nam dajo neke korone, se meni dogaja, call me weird, jaz imam neke, ne vem, vižne nekih oseb, ki jih rabim in padejo iz ne vem kje. Mislim, noro. Tako sem si želel neke menedžerje za en projekt, sem na morju spoznal dva modela takih korporacij menedžerja, mislim, da nared padeš in to tako postaneš. Ne? Tako da, če verjameš v to noter in samo verjameš in greš v tej smeri, ti bo življenje samo dajalo prave stvari. Ampak moraš verjeti. Ja, ampak če pa pogledaš še drugo, sigurno nisi, ker si ti tu delil dubo samo pozitivnih izkušenj, da si rekel, ja, dejč, tu je tu, ti si zdaj najdu pejt, ne? Ampak so bili tam še zlobni jeziki, če temu tako rečem. Pa ne bi rekel zlobni jeziki, ampak rečemo, dosti je v naši družbi tudi prisotnega tega cinizma in skepticizma, ne? Mislim, cela družba... Če medva pogledava, ti si pustil službo za nedoločen čas v zdravstvenem domu, kjer dejansko bi lahko sedel, rečeva temu, do pokoja noter. Pa kjer sem bil happy, mislim, to je bil super posel, ne? Ja. Sem predaval mulcam, ne? Tako, ne? Si tu zamenjal za nek svoj lasten projekt, svojo lastno idejo, vizijo, ki pa oba dva veva, da recimo ni bila pa skozi finančno tako dobro podkovana, kot bi si tudi želel. Se pravi, da bi še danes ali pa še danes ni, tako da bi rekel temu, da čistmerno živiš. Ne? Ampak kaj če pogledava tako pri tebi, kaj pretehta, da še zmeraj tu slediš rajši, kakor tisti službi, rečemo temu varnosti, neki coni udobja? Noro vprašanje, wow, ful zanimivo, Đero, mislim, res roko na srce, res dober, kot si prej rekel, novinarji mi tudi v šali rečejo, wow, zdaj si v tem monologu na 5 vprašanj odgovoril že in advance na unga pa na unga in ta cilj je res zanimiv. Jaz, ko sem delal za Kolegium Mundial, sem bil promotor leta, dol kot študent, jaz sem od denarja, res mi ga ni manjkalo takrat. Pa potem, ko sem se vmes loteval, ne vem, smo imeli smučarije, pa sva bila še študenta takrat recimo in je bilo to vprašanje, da boš kaj delal, da pet nekam, da pet hitro neki pokolnar, da denar se rapa, veš, da ti če greš, ne vem, nekam Ižgle, Valtorone, whatever, karta, prenočišče, mislim, to ni 100 evrov, halo? To je ena plača, a ne?
Da pet nekaj narediti, zdaj na hitro znar. Jaz nikoli nisem šel nič od tega narediti, zato ker sem vedel, da sem nekje zvohal nek posel, ko so rabili enega, ko bo v 3 dneh mogel nekaj prodati. In jaz sem to vedno prodal. Se pravi, ali pa naredil nek projekt in spelal. Če sem le verjel zadej, da ni šlo tako, ker sem edini projekt, ko ga nisem prodal, niti enega, so bili uni ultra leteči sesalci, ko je sesal za 80.000 €, mislim, šalim se, stane realno, ne vem, 2 ali 3 ure, ko ti lufta zrak, ne vem, zdravilen, ne vem koga, ampak da nam zdaj komu napačno reklamo naredil, ker verjamem, da obstajajo dobri, zato tudi nisem znamke omenil, ampak jaz to nisem mogel ljudem, če pa zadaj stojim, pa verjamem, za tem, ko verjamem, pa to ljudje verjetno začutijo. Zato tudi v bistvu, zato je to šlo čez in kaj v bistvu me to žene, zelo dobro vprašanje, zdaj bom kar izkoristil. Zdaj bi sem slej bi te ustavil, pa bi rekel, da je to res ena pomembna stvar, ne? Ker če mi gledamo tako, ljudje smo vrelci idej, tako ali pa drugače. Jaz, ker se pogovarjam in z mladimi in starejšimi in rečemo temu še z mlajšimi otroci, vsi imajo en kup idej. In ko mi dobimo idejo, se nam pojavi v glavi vsaj 20 akcij, ki jih rabimo narediti, da se bo ta ideja speljala. Ampak če pogledamo realno, jih pa ljudje mogoče naredimo eno od teh 20, ker je tam pač ta strah pred neuspehom. Oziroma, kar zadnje čase ugotavljam, recimo pri meni osebno, tudi za streame in tako naprej, ni strah pred neuspehom, ampak je večji strah pred uspehom. Kaj če jaz res uspem? Kaj če ta stream oziroma projekti, ki se lotijo, res enkrat dosežejo 2, 3, 4 milijone ljudi, followerjev? Zanimivo, ja. Kako bom jaz pol? A bom obvladal? Ja, bom obvladal, ampak veš kaj me je strah? Ali bom obvladal svoj ego? Ti malo noto besedo skočim, pred kratkim sem se pogovarjal z enim zanimivim, ne bom ga imenoval, z enim prijateljem, ki je coach, ki je dosti močan, ki na podoben način streama in to ima res power, kar močan zadej. In enostavno zdaj, ko je presegel, tako kot jaz sem si želel, da bi v Mavrični Bojevnik majhen tabor, par otročkov, ne da imamo prijav za 1 leto naprej, pa da niti ne obvladamo. Kar bi en rekel iz tržnega Pa ne greš javno ven sploh. Mislim pa kaj? Ne govorimo pač. Mislim, brez reklame, no. Ja. Ampak hec je pač v tem... Mislim, brez reklame tudi na našem Facebooku, da je tabor odprt. Samo mailing lista, ne. Mislim, nima veze, enostavno že v tisti, ki so letos tle, jih 2/3 upiše ali 3/4 še naslednje leto, ne. Bolje to vprašanje, ne, čak, zdaj sem malo zgubil. Ne, se ni panike, se pravi... spomnil sem se, spomnil sem se, tega kolega, no, oprosti. Šlo je za to, eno drugo misel sem imel vmes. Gre za to, ne, da je on meni zdaj rekel, ne, pri njemu je zdaj to tako eskaliralo na mednarodnem trgu zdaj, da nima več powerja. Veš, ker ti moraš biti always pa on pa še stoji, pa tudi ti moraš biti skozi, hey people, bam, every single day, every single moment, v vsakem kadru moraš biti ti 100% ti. Se pravi, da zadovoljiš njih in s tem je počasi začel dobivati občutek, da ni več zadovoljen. Kljub temu, da je to zraslo, da je več denarja, da je več ljudi, on je začel zgubljati sebe. In podobno, kar si prej rekel pri Mavričnem Bojevniku, zdaj, da to izkoristim, da je res, če kdo, da zna razpise pisati. Mi smo imeli lani 2 brutalna razpisa, kjer bi lahko zaposlovali ljudi in bliže na ministrstvih se vse dogovorili, pa nam pa vse v kanto pade, ker ne znamo spisati razpisa, ki ima seveda nek svoj zakon. Dej, če kdo ima, naj se javna naš mail gor, info, Mavrični Bojevniki, pa mislim proti plačilu in tako naprej, da nam pomaga, ker sodelujem, vem, poznam nevladni svet, sem že tukaj let noter, pa nočem, da se mi zameri, ker se mi počasi že bo, ker malo me to jezi, no, da poznam ogromno nevladnikov z vrhunskimi programi, pa ne morejo živeti, pa ugasnejo. Zdaj pa nam rekel, da so oni slabi, ki imajo, ne vem, po 20-50 zaposlenih, še zdaleč. Ampak oni, ko so res dobri, une je treba podpreti na ta način, da lahko ti programi. In ko sem me prej vprašal, kaj me žene, to, kad sem že dobil to vprašanje, resno ti povem, ne vem, prijatelj. Ko pogledaš tudi doma svoje lastne otroke, pa svoj lasten life, trenutno, pa če sem prej govoril, pa ne v hvali, hotel sem s tem primerjati, da sem znal denar prijeti, če sem ga hotel prijeti. Zdaj pa dejansko v bistvu sem to tako nazaj postavil, da mi je to biti za druge in pomagati drugim, to so ure in ure, zdaj sem sicer malo nehal, se upravičujem javnosti, ampak ne morem že zaradi družine in vsega, meni ko je telefon zazvonil, jaz sem imel, ne vem, po uro, 2, 3, z eno mamo nekega primera, pa potem neko pedagoginjo, jaz sem znal po 5-6 ur, po 3 ure nabijati po telefonu, enkrat smo takrat gor na taboru, ko smo gledali, sem imel do poldneva, do 4 popoldne 21 klicev, to je vse gratis, z otroci se dobival gor na Gradišču, gratis. Socialno ogroženi na taboru, jih je vedno ful. Leto sem šele prvič malo dal, ne, glasilke, pa sem pol Curija, našega Uroša Mavretiča, hvala ti Curi,
Adria Mobil, hvala, Marta Klavišar, oni so neki dali, pa tlele v bistvu še neki lokalnih podjetij podprlo, to, da smo neki otrok dobili, ker je vedno šlo iz našega inkama, se pravi, od unga kupčka in velik del bam v to noter. Pa pol, zakaj imaš toliko prostovoljcev, mi vedno rečejo, to je brutalen strošek, pa gužvo delajo, zato ker imam rad ljudi, ker verjamem v to, da se morajo razvijati in sem tak tip, da znam v bistvu tukaj sebe malo nazaj dati. Zato pa jaz nočem iti v to, ko so me poskušali transformirati, se pravi, spremen se, začni malo drugač, malo me je postavil, malo drugi me je postavil in podobno, ni res. Jaz sem si rekel, jaz bom ostal tak, jaz rabim tim, nekoga, ki bo v timu Mavričnega bojevnika bil tisti, ki bo znal reči, to zdaj deč ne moramo zaradi tega, oziroma lahko ti vzameš zaradi mene še unih 8 socialno ogroženih, če ne bo, evo, da ne pozabo, še hvala Larisa Štoka. Larisa Štoka nam je tudi letos pomagala z neki otroci in to je tisto, kar dejansko je in na pravi način. Zato sem tudi že zdaj malo, ne vem, skoraj začel obupavati na tem, ali če sploh se še iti razpise, ali če kar zapremo nevladnost, pa odpremo SP-je, DOO-je, ali kva se iti, ker na koncu vidim, da preko ljudi laže, koliko se moramo boriti, pa ne bom zdaj pluval v skledo, ampak res, da dobiš 700 evrov na razpisu, 700 evrov, ne 70 evrov, 700, še enkrat ponavljam. Pišeš uno dokumentacijo isto obsežno, ki je una za 70 evrov in pol poročila in tako naprej, pa ne da pluvaš v skledo, ampak they get real, pa imaš pa, ne vem, eno podjetje, ki brez problema donira, se pravi ta znesek za to. Hkrati pa tudi malo pozabimo, veš kaj, jaz tudi nikoli ne omenjam tega in sponzorstva in vse ostalo, smo res odmevni, smo res močni, ampak očitno ne znamo argumentirati temu, čeprav zdaj se je že zgodilo, recimo te Jungle Pants gor na Facebooku, ko smo zdaj gor dali, je bila tudi ena lušna štorija, dejansko bi vi tu malo probali, malo testirali, jaz sem pa glih razmišljal, da bi v rjavi barvi nabavil za našo ekipo za naslednje leto, da bi imeli kot eno tako poletno, se pravi delovno opremo, ker so res te Fisherman's Pants, slučajno jih imam glih na sepa, in to je top zadeva za nositi in na koncu v bistvu, ko smo naredili Facebook gor, review, zdaj njemu je pač prodaja, bum, takrat malo zrasla in smo potem za super dogovor dobili za naš del, se pravi, ne vem, 15 kosov teh hlač. To je to, roko umije, pejmo skupaj, na ta način, veš. Tako da to se mi zdi in to si tudi dobro pač načel, se pravi, te ideje v glavi in ljudje, ti rabiš ljudi ob sebi, pa ta prave, ker si prej rekel, seveda boš imel vedno plevel, nekje se pojavi ali kakorkoli bomo temu rekli, kar je normalno, zato ker smo prej rekli že na začetku, da je vse proti utež in to ti daje rast in uno ti daje rast, na obeh nivojih rasteš, s tem, kar se ti je pojavil in s tem, kar se ti je pojavil v tvojem življenju. Definitivno. Če ne, mislim, sigurno rasteš v temu, ali si res verjameš, kot si rekel prej, res verjameš in želiš tu zrealizirati, ali te bo vsak kamenček v poti ustavil, pa se boš z vsakim kamenčkom pogovarjal. Zato pravim, da pri teh majhnih, pri mnogih teh res srčnih nevladnikih prav to vidiš, ko te v bistvu hard poganja zadaj. Zato smo mi, zakaj smo Mavrični preživeli, mi smo od leta 2013. Veš, kaj sem zadnjič seštel? Tedne taborov. Veš, kaj so mi tedni taborov povedali? Jaz sem pol leta, 6 mesecev svojega življenja, do svojega 38, se pravi 6 mesecev živel na taboru Mavrični bojevniki. A veš, in to so stvari, ki ti dejansko res dajo tisti power, ta pravega srca, glih zaradi tega, ker nisi sam, tako kot si prej rekel, oni tvoji zadej, nobenega nič ne plačam in tako naprej. In tudi nobenega, hkrati je pa vsaj pri meni, zato pravim, da rabimo to suportivo, to finančno, da vsaj potem lahko malo podpreš prostovoljce, ne vem, s tem, z onim neke, ne vem, čelke nabavaš, ne vem. A veš, koncu so to zelo pomembne stvari, da z ljudmi delaš na ta način. Ne, da jih zdaj ti materialno zasipavaš. Pa ne rabiš iti kaj, mogoče tudi ne kupiti. Narediš neki event, greš na nek team building, se greš nekam zabavati. Itak smo ta tribe, ki smo skupaj. Sej to je dobro, da je ekipa taka, da potem nazaj sami rečejo, glej, sej, dejansko pazi. Koncu mnogi mladi potem, ko iščejo, ne vem, zaposlitev, službo, se mnogim zgodi, a res blaste pri Mavričnih bojevnikih, pa ima že super rate, se pravi, že nekako gre čez to sito, dobesedno, da ne govorimo o parih. Letos imamo s tabora spet 2 odrasla para in to odraslih ljudi, pa naš Jocko, pa Maruška, pa tako naprej. Mislim, zelo resne zadeve. Tako Mavrični bojevnik je več kot samo nek tabor in tako, se pravi, koliko je zdaj nekih novih prijateljev ratalo. Mislim, to ni samo ena ekipa, ki pride polet na tabor, prostovoljci v organizacijo, pa se vsak na svoje razide, ampak zdaj se družijo med sabo, kot sem rekel, eni so se poparčkali, mislim, to so res lepe stvari. Pa sploh transformacije naših mulčkov, ti, ki so letos
že lansko leto postali, pa sploh letos, iz naših udeležencev v pomočnike mentorjev in nekateri že kot David Max, že mentorji in podobno. Ko pa ta proces vidiš, pol je pa tisto, kar si rečeš, ok, za to je bilo vredno. Čeprav si dal dober argument, počas ugašam. Se pravi, ne morem več toliko powerja ven stisniti, če ti nazaj ne dobiš, da si rečeš, ok, zdaj sem jaz tukaj govoril 1 uro ali kakorkoli, pa če jaz sem zdaj svoj čas dal in če sem zdaj jaz kvaliteten, pol sem jaz vreden tega, ker denar je tudi energija. Če pa ne, pa naj kdo drug zdaj govori v stream not namesto mene. Ja. Veš, mislim, Ne, se strinjam, definitivno. Pa če ti nimam kaj dati. Stari moj, ti si meni že vse dal, zdaj bi te kušno tlele čez tale ekran, ne, ker... Ampak, ja, mislim, kar hočem, res bi rad poudaril tudi tle in da ni to samo ena zdaj debata in zdaj, da Dejč tle govori, kako so Mavrščini, kaj vse se tu lepo dogaja, ampak koliko je v bistvu na eni strani za v bistvu vsak uspešen človek, ne? Na eni strani kaj žrtvuješ, ne? Ker če mi pogledamo, ne, realno, če se dotakneva te plati, ne, ti si doma v času Mavrščnega bojevnika si v bistvu dobil 2 hčerki, a ne? Ja. Ne vem, jaz, ki te poznam, ne, če tle pogledamo, ne, če mogoče greš zdaj sam še iz te perspektive tudi poveš, ne, kako je to bilo recimo za Ano in tvojo družino, ker ti, ko si v Mavrščnega bojevnika vlagal, ti, ki greš z dušo in srcem. Ja. In pol manevrira tu, se pravi, sploh od začetka, če pogledaj sam ta izziv, kar bi rad tudi je, ok, rečemo, da si zdaj 11, 17 let star, vidiš, da bi rad tu počel v življenju, ampak na poti se ti bo zgodila, ali pa najstnica, prezamere, ni tle, bilo mišljeno na sploh, se ti bo zgodila, ne vem, partner, družina, in pol to svojo straž živeti in vključiti njih v to, da te oni podpirajo, ne, da pač da Ana stoji za tabo. Ker ti, ker si sposoben, tudi ona ve, bi lahko roko na srce tudi imel si ponudbe za več 5,000 evrov službe in tako naprej, a ne? Ja, res je. Kjer bi jo imel. In da ona reče, ne, Dejan, jaz te podpiram, da ti greš z Mavrščnimi bojevniki, čeprav na materialno ne bomo vozili ne vem kakšnih avtov in živeli v kakšni hiši še. Jaz verjamem, da na dolgi rok se vse skupaj se ti bo poplačalo, ampak da boš živel tako, ki si ti želiš, ta standard, ki si ga želiš, ampak kakšni izzivi so bili tle? Ja, wow, ful dobro. V bistvu bi rekel tako, neverjetna podpora glih v tem, ker, a veš, ko se dva spoznata v nečem, da v bistvu res prave stvari rabijo čas. Jaz sem isto mislil in so mi kolegi, veš, prvo leto začneš, pa greš na one seminarje, pa ti rečejo 3 do 5 let, da firma sploh, da dobiš feeling, da sploh kje si. Pa tako, ko res, veš, pa to bo pa vsega minilo, vsak si misel, zdaj le imamo mi podjetje, bum, a ne, sploh takrat, ko daje še kakšen zavod unih 5 jurjev zraven, zdaj imam jaz SP, bom eksplodiral, ne, pa kar 5 let mine, pa kar še vedno nisi eksplodiral, recimo, a ne, sploh v tej branži neke sociale, ko se gremo, ko nimamo neke tržne vrednosti, nekega produkta, malo drugače, čeprav imamo produkt, spet ga imamo, ne, ampak ta produkt je potem bolj, recimo, moja predavanja ali kakorkoli, to, kar sem izvajal. Ja, je, in tudi, ko sem prej to omenil, nisem omenil punčk. Ko sem prej rekel, da se javnosti malo opravičujem zaradi mojega umika, da nisem več tako dosegljiv, zadnjič mi ena reka, teže vas je dobiti kot predsednika države, vam pišem maile in ste čisto neodziven. Ne morem več brati toliko dolgih mailov, to je prva stvar. In enostavno, jaz imam tale doma 2 mladička, kar mi je dejansko preklopil sem v prioriteto, prej, ko sta bile še mečkene, ko sta bile še dojenčice, še nisem toliko dojemal tega. Zdaj pa toliko dojemam, da enostavno žal se ne bom odzval na nekaj, če bom bil, ker pri meni se je dogajalo, vprašaj Ano, moja napaka in res noro, da je to sploh lahko sprejela, to je bila nedelja, ko si z družino doma, bum, telefonski klic. Vse se spomniš, ko sem mi pogovarjal, vse sme ti učil, si rekel, dej, urnik je 8 ur, od do, veš, ampak ko ti živiš Mavrščnega bojevnika, si 24/7 in ko jaz začutim neko situacijo, jaz kar moram pomagati. Človek v težavi, čutim, ni okej, dej sebe. In pa imaš, ne vem, sobota na izletu in zdaj normalno, danes, če se to zgodi, rečem, se opravičujem, nedelja je, danes nisem odziven, me lahko pokličete, prosim, jutri, ponedeljek ali pa torek ali pa počakajte, bom na urnik pogledal, a ne. To še naredim, a ne. Drugače pa prej, jaz sem se zgubil, jaz sem bil lahko sred plaže, ne vem, karkoli, jaz sem nabijal po uro pa pol, me razumeš? Nisem nabijal, ali pa poslušal uro pa pol, ko se potem ljudje zlijejo. Sej tudi nisem to govoril, takrat več dovolim tega prostora, seveda, da ljudje povejo. In ko ljudje začutijo, da ti lahko povejo, se težko tudi ustaviš.
In bi lahko jim pol rečejo, jaz bi vam lahko govorila 7 ur, pravim, verjamem, gospod, da bi mi lahko govorila 7 ur. Ne? In enostavno to je tisto, kar me je zdaj začelo nekako nazaj dajati, tako da sem celo imel že tudi jaz neke vizije, lansko leto si že opremo nabavil, da se grem podcastanje, pa sem pogruntal, da nimam te discipline, da bi v bistvu podcast nekako sistematično uredil, tako kot zgati, ampak to je bila neka enodnevnica, ko me je enem obdobju malo zagrabila. Evo, polko je Bagola, ki so predavala v Cankarju, Aljoša, napisal knjigo Izgorelosti, je mene prbilo, da bom zdaj pisati začel in da bom vrgel vse stran in rabim mir, družino in svoj laptop in napisal 3 hude knjige ali karkoli. In sem že eno pravljico začel pisati lansko leto za otroke. Tudi to področje nekako, to je bil en poriv, ko smo v vrtcu eno noro delavnico naredili o Jankotu in Metki v kombinaciji z Mavričnim bojevnikom. In smo naredili, in je potem pala ideja te pravljice, se pravi, ki transformira to negativno kotacijo zadaj, da ne vem, eni otroci tam v njih odpeljejo v gozd, da tukaj imajo kaj je, zdaj volkovi pojejo, ene čarovnica zakuri in podobno. Tle se druge stvari zgodijo, ker se vmes omeša Mavrični bojevnik in se zgodba vmes spremeni. Kakorkoli. Dosti zanimiva ideja bi se dala speljati, ampak spet ni bilo realizacije. Morda še. Tako da v bistvu zdaj sam trenutno res imam približno zastavljene cilje, niti jih ne bom zdaj jasno govoril, ker sem sam videl, da, kot so prej rekla, spet tisti v glavi, a ne, svet, ki ga morda preveč spustiš ven in potem ne pride res do te realizacije, kot bi moglo, a ne. Tako da v bistvu jaz bi rekel, da zdaj so mi približno stvari jasne, nekako počas, tudi zanimivo. Malo so se zašla, sej to je ena tipična stvar pri... Ja, sej to je cool, kar pokaže točno to. Pokaže točno to, ker je dosti otrok, mladostnikov, odraslih, danes tudi prepoznanih z ADHD v družbi in njim se tudi to zgodi. In potem si kakšni mislijo, da ta je, pardon izrazu, ampak realno. Jaz tudi, kaj bodem delavnice, lahko tlej povem pred vsemi, pa če bodo vsi videli ta stream, jaz uporabljam kletvice, ali bodem tu najstnikom, staršem ali počitlam. Zakaj? Ker jaz vsakmu rečem, če bi jaz šel zdaj v vašo glavo zjutraj, ker se vi pogledate v gledalo, vi si povete tu grdih stvari sami sebi, da jaz ne moram v 1 uri povedati tu grdih stvari. Ampak kaj se hod reče, lahko bi rekel, pismo, on je zdaj čudo, lega, kva tam neki govori, kam je zdaj šel, stari, jaz ga tu ne bom več poslušal, pa ta je takšen, pa tu ne. Pa glih tu je fora, če pogledamo tle, sploh če se skoncentriram na ADHD, tu je tukaj enih misli in idej, ko si prej rekel, pa imam to misel, eno drugo misel, ki se preklapljajo, da enostavno zidiš. Če se sam vrneva nazaj na to, v bistvu je bilo, kako si pač ta družinsko življenje, ki je tle zadaj bilo. Kako si uspel, kaj je bil klik, ki si rekel, in če se postaviš malo v Anino kožo, pa je tle verjetno lahko daš tudi zelo veliko priznanje, ampak kako misliš, da je to bilo za njo in kaj je pri njej potrebno, da ona vidi in verjame in gre s tabo še naprej? Ker pač oba veva, nisi najlažji človek za sobivati z, ker ravno zaradi teh vseh idej si all over the place lahko. Če sem te prej na začetku grajal, pa sem rekel, da Ana ne bi smela slišati tega, ker sem te vprašal, kje po noč spite, ker pri nas nismo, ti bi dala zdaj velik plus. Ker si to povedal, res verjetno z mano ni najbolj enostavno. Drugače pa kako je s tem šlo? Jaz mislim, da motivacija je to, da sva tudi midva večplastna in da tudi njej ni denar, ker pač na srečo ima v redu službo in tako in v bistvu ni bil... Jaz bi rekel, da v bistvu rezultati, ki so Mavričnega bojevnika in razvoj mene samega preko Mavričnega bojevnika in razvoj v bistvu vsega, kar se ob tem dogaja, je verjetno, predvidevam, ker ne morem iti, sva se pogovarjala, ampak saj tako čutim, ta motivacija, ki vztraja pri tem, da določene stvari rabijo, ne vem, Kentucky Fried Chicken je obiskal koliko 2000 pa pol, tle nekje zdaj na pamet govorim, restauracij, preden je po 2000 restauracijah, ko nima denarja, ni več vedel, ali bi tanko, ali bi jedel, pa je rekel, da bo še malo podaljšal, pa je pa en zagrabil unga njegovega chickena, pa je danes Kentucky Fried Chicken. To pomeni, da v bistvu, jaz mislim, da verjame v to, da določene stvari, kako je že v japonski rek, da najlepši češnjevi cvetovi zacvetijo ta zadnji, in v bistvu jaz mislim, da je treba po moje to razumeti potem pri njej, da to toleranco, glih zato, ker verjame v to, da Mavrični bojevnik ni program, ni služba, ni neki enodnevnica, to je nekaj, kar se je poleg mojih 2 otrok rodilo
nama. Tudi na začetku je bila ona vpeta v to, namreč te prvi tabori so bili realizirani zaradi nje, ker je ona sistematična oseba, človek tega tipa, ki je uredila vse skupaj organizacijsko, se pravi fascikli, gor, dol in v sistem strukture, ki mora biti, in tle so bila noro kompatibilen par, kar se tiče, bi rekel, tega. Potem je ona, pač otroci in vse ostalo, ni več časa, da bi toliko bila z nami, še vedno se vsako leto ukvarja z prijavnicami in temi zadevami. In se tukaj trudi, razen z izjemo takrat, ko si bil ti, potem, ko si šel, je spet ona to, pa zdaj le naša Katarinca, super, pa punce so to na novo, se pravi, nova ekipa, ki to prevzema, ampak kakorkoli, če se spet vrneva, da ne zaidemo, bi rekel, da v bistvu jaz mislim, da točno to je, da verjame v to, kar si tudi ti meni rekel, da verjameš, deki, jaz verjamem, sem enkrat rekel, moram pozabil, jaz verjamem toliko v to, v Mavriča Bojevnika, toliko v to zgodbo, jaz to tako živo čutim, da sem pripravljen od sebe in prosto finančno, dali smo se zvidu, neprespanost, utrujenost, kaj vse smo v bistvu preživeli, da smo do sem prišli, zato si to dobro načel, ko si rekel pri mladih, koliko stvari daš na kocko, to ni joke, ne, sliši se dobro, pa zgleda euforično, pa ko gledamo profile ljudi, pa mojega, ulejga, happy model, ful zanimivo, počne stvari, zanimivo življenje, je, pa ni čisto tako, ne, so res izzivi zadaj in v bistvu treba je potem, bi rekel, na nek način, ja, bom rekel hvala, le večno hvala in ves čas, čeprav po eni strani iskreno priznam, no, zdaj Jana ne sliši, kakorkoli, pa bo, ko si bo pol to ogledala, bi rekel, da v eni točki potem tudi to malo zdaj že počas postaja, poleg otrok pa še breme dodatno na meni. A veš, v tem smislu, da pa pismo, to pa zdaj že en proces, ki pa je že do nekje, ker pa se je zgodilo v letošnjem letu v največji korak Mavričnega Bojevnika do sedaj, in to je središče za otroke in družine, torej magnificent place, ki je unik, tako da ne se hvaliti, ampak to treba v živo doživeti in videti, res smo se potrudili, to je bilo prostovoljcev, hvala bratje in sestre, res smo nori, da smo se to šli, hvala Maksu gor na Gradišču in družini in vsem skupaj, ker to, kar smo mi postavili tam gor, brez evra financiranja in enega razpisa, vse iz inkama, vse iz pridelanega in kreditov, smo dejansko prišli do enega prostora, ki bo ponujal v prihodnosti, zato pravim, da mogoče celo ni bil razvoj programov vse skupaj, ampak smo mi najprej rabili hišo, dajmo temu reči temelje. In zdaj smo mi do tega prišli. In zdaj, ko to imamo, se že tam dogajajo ideje, tam so filmske delavnice planirane, sploh ne samo Mavrični Bojevniki tabori, ne vem, programi za odrasle bodo tam bili, ne vem, literarni, potem, ne vem, gledališka ena ekipa se je javila, da bi tam, se pravi, vse, kar je namenjeno, to ni party place, to ni, ne moreš tam mi reči, da je čez bi 30, 40, ko tam imel no-go, ne, to imaš lahko gor v Koči, kjer je gostinstvo in tako dol na tem prostoru, je pa res izjemno, leto so tam otroci naredili, ne vem, visoke grede, navaho, savne, ne vem, sušilnico za beef jerky, se pravi, res je prostor, dol živi in ga zdaj kreirajo z nami tudi otroci, ko ni več te mehanizacije in težkih, ko so finese in z njimi bomo tudi v prihodnje skreirali ta prostor, da bo zaživel z lokalno skupnostjo tukaj. In jaz mislim, da to je tista vrednost, ki nam je zdaj dala spet en dodaten poriv, da v bistvu bomo transformirali, ker mene je vmes že tako malo imelo, veš, se vidiš sam, ne, tudi pri meni, Mavrič, če ne veš, vprašaj, je Mavrični Bojevnik, ampak tu ni ADHD program fokusiran v njih noter, tudi Gladiator ni, tudi Hiška ni, a naj nadaljujem. Se pravi, mi imamo programov, nam smo takrat v Ljubljani, ko smo se pogovarjali, je rekla, ne spomnim se imena, na konzulti je rekla, ti imaš 3 nevladne v eni. Se pravi, po programski bi se mi lahko šli, ne vem, samo Gladiatorja, nek športni društvo, ki se ukvarja z tem in onim. Lahko bi se šli, ne vem, če ne veš, vprašaj se mi da pogovarjala, to čisto avtonomno, zdaj to avtonomno ti super pelješ in tako naprej, ampak jasno je, da to so velike raznolikosti in jaz tudi sem tip človeka, ki težko je, ne vem, eno in isto hrano vsak dan, ki težko in jaz tudi ne morem biti samo v tem noter, zato je v bistvu dobro, da je ta kreacija tako široka, da se je zdaj ta ekipa, zato smo tudi letos začeli, letos je recimo Katarina popolnoma samostojno pripravljala in vodila zadeve in jaz sem bil v periferiji in na zaključku, ko so prišli starši, sem stal z mentorji umaknjen tam v skupini mentorjev in nisem odprl niti ust pri zaključku in tako naprej, zato ker je to pomembno, da se postavlja avtonomija
a ne posameznika in da nisem jaz vse povsod. Je pa tudi na meni, da moram pa jaz tudi zavestno mal spuščati stvari, umikati stvari, a ne, zaupati in tako naprej, ja, veš. So pa to, se veš... To je ena stvar, ki je tudi, ki bi tle izpostavil, je, koliko je pomembno, ker sledi svoji strasti, a ne. Ja. Bi rekel, eno stvar, ki sem se jaz naučil, pa mogoče se boš ti tudi prepoznal, je, da dejansko, kdaj tvoj projekt res zaživi, ali pa živi, ki ga enkrat, ki si ga pripravljen spustiti. Če me zapoleva tabor, si rekel, zdaj ga je vodila Katarina in je vodilo, ali pa tudi, ki sem ga jaz vodil, si takrat ti čist drugače operiral na taboru lahko, a ne? Ja, točno to. Ti one man band. Vse tako. In ker ti enkrat, in tu je tu, se mi zdi ta čar, se mi zdi, ki bi tudi redil vsakmu, ki boste iskali svojo vizijo, strast, kaj bi radi delali, da dejansko tu delate na način, kakor da en dan boste tu dali nekomu drugmu. In pol v kakšni stanju bi tu prepustil enemu drugmu. Zdaj, ali je tu vaš otrok, ali prijatelj, ali neznanc, ali kakorkoli. Ampak se mi zdi, da je tu pomembno. Super si to zdaj načel, ker isto, če ne veš, vprašaj, sem štartal jaz. Povabil tebe kot sodelavca zraven, ker si bil najprej zraven in si najprej opazoval, ker si bil tako hud, si takoj padel v to da sva delala duet, pa si pa užgal sam. Pa mi je pa enkrat eno vprašanje postavil, pa ti ga nisem tebe moril s tem, ker je silno nepomembno, ampak mi je rekel, kako to, da kar zaupaš v bistvu tako programe nekomu, a veš kaj, quality, treba je zaznamko stati, mi je on rekel, to je tako, kot zdaj, da bi ti rekel ob 8, publika, jaz zdaj ne morem, nekaj se je zgodilo, da bo zdaj vskočil moj sosed, tlele Štefan, pa bo zdaj on enom tu upravil. No go, a ne? In zdaj v bistvu, kaj sem pa rekel, on ne bo nikoli tako naredil, kot bi jaz naredil, ampak bo naredil tako, kot bi on naredil. In to je ta izjemnost, ki potem vidiš, da ne pričakovati, da boš zdaj nekomu, ko boš dal, da on dela tako, kot boš ti delal in da potem to ne bo dobro, to bo ekvivalentno dobro, ampak po njegovo. A veš, to je tako, ko en vic lahko povesta, dva, pa se bo obakrat publika nasmejala, fino. Pa ga bo vsak povedal mogoče na nek svoj način, vsak doda nek svoj biber zraven. To je kot ono, imaš eno knjigo za potico, a ne, z enim receptom, pa 20 mam, ko pečejo potico. Koliko potic dobiš? 20. Različnih, z enim receptom, ki je enak. A ne? Tako da to je tisto, kar morate verjeti, nagovor mladim, to je tisto, v kar morate verjeti. In to je res, ja, to je treba verjeti, da enostavno ne se primerjati s tem, on je zdaj tle boljši, a to sploh ni res. Ali pa recimo, ta je ekstravert, a ne, temu bo šlo boljš. Ma ni res, a ne. Pač enostavno, ko najdeš svojo pot, svojo najmočnejšo pot, potem si na tej poti nepremagljiv, ker si nepremagljiv do koga, do sebe. Gledaš na uro, ne, jaz tu, sva že malo čez. Ne, gledam zraven mančeto. Ja, jaz sem mislil, koliko časa pa mava tole, čisto tako vprašanje. Zaključimo čisto random. Imaš prosto po Prešernu, nimaš pravila. Good. Dokler so teme, ali pa če so kakšno vprašanje za tebe, karkoli. Še ena stvar, ki imaš ti dosti izkušenj, pa tle te bom izpostavil, mogoče me boš zdaj igrajo, pa tako naprej. Ampak rečva nek način, ko bi rekel, ena teza je, veliko ADHD ljudi najdemo v zaporih, a ne, ker devijerajo, a ne, ker so drugačni v družbi in tako naprej in grejo v, rečemo temu, v kriminal ali pa v droge, v alkohol, v neke težke odvisnosti, konec koncev, kakršnekoli tu so, a ne. In tudi ti imaš kar nekaj mislim, zdaj te bom tako izpostavil, da si največji junkie na svetu, ampak ne, imaš pa izkušnje s tem, a ne? Valjda. In kaj bi tle povedal? Mladim povedal? Ja, kaj si se iz tega naučil, ampak nažalost te bom tle pustil za 1 minuto samega, ker bom jaz šel na WC, ti pa se itak znaš govoriti z ljudmi, tako da tle je isto. Ti sam povej, kaj bi tle povedal iz te svoje izkušnje ljudem, kaj si se naučil? Kaj sem se naučil iz tega? V bistvu res je potem, če vse skupaj sestavim v kasnejšo odraslo dobo, ko sem delal v centru za preprečevanje odvisnosti, danes, ko se pogovarjamo o tem, ker še mi postavil vprašanje, kaj pa trava, ti si tu kadil, ja, si še kaj probal, ja, eksperimentiral sem življenje in še vedno sem življenje pripeljal tam, kar sem ga pripeljal, ampak jaz sem bil takrat srečal, ker so bili tisti časi malo drugačni. Se pravi, da bi rekel, da ta poriv ni bila tako pogosta, se pravi, če zdaj smo bili začeli z marihuano, kot je danes, glede same, ne vem, dosegljivosti. Mladim pa ne to, da ni bilo dosegljivo. Tisti, ki je to hotel, za une, ki smo to hoteli, je bilo dosegljivo. Tako zdaj, tako takrat.
Takrat je bila edino ta razlika, da smo v bistvu življenje socialno živeli drugače. Več je bilo te interakcije in nisi imel te možnosti, da si se spravil v to katatonijo, ki nekako paše zraven k temu. Zdaj bom pa pokadil en joint in pa the best, pa malo chatati, malo neki, se pravi, ni bilo toliko tega online življenja, tako da smo imeli tle malo srečo. In kaj bi v bistvu povedal pri tem, ne bom zdaj zanikal, pa se upravičujem strokovnjakom, ampak res ne verjamem v te neke zgodbe, začel bo zdaj s travo, pa potem prišel na heroin, itd. Dajem pa travi, ki me pol vprašajo, kakšno imaš mnenje do trave. Danes v bistvu nimam najboljše mnenje do trave, prav zaradi tega, ker enostavno vidim, kako katatonično in zaspani smo postali in v bistvu glede na to maso populacije mladih, pa pravi, tudi kadi, veš, sem videl unga kaditi, ampak lej prijatelj, jaz poznam ljudi na ne vem kakšnih pozicijah, ki kadijo in vsi nekateri ki jih poznamo na teh pozicijah in pa lahko rečemo, he can do it, I can do it. Ne, tle je difference, moj kolega, ki to počnemo, urejeno življenje, otroke, podjetje, ta drug je odvetnik in tako naprej in tu laufa malo drugače in ko on, ne vem, tega več ne počne, ampak takrat, ko je pač to počel, je to malo drugače, ker ti danes, ko res ne veš na tej poti, ker dosti mladih, ki z njimi sem, ko res bluzneš, v bistvu se prekadiš in 15 let, gre puf nekam in ti sploh jasno ni. Tako, kaj sem delal zadnjih 15 let? V bistvu tudi spominska luknja je takrat največja. Jaz se spomnim svojega obdobja, se pravi, ko sem prej rekel, kakšno močno spominsko memorijo življenja imam od zgodnjega otroštva. Jaz sem kot dementni. Veš, ko se dementen človek ne ve, kam je, ne vem, čez katera vrata je stopil zdaj tlele noter, ti pa v detajle pove svoje otroštvo. In pri meni je dosti podobno, se pravi, ta neka luknja nekega časa, ki se je dogajala v tem. Drugače, to eksperimentiranje danes mladim, jaz mislim, odprto je treba se pogovarjati z njimi in te stvari odprto povedati, ne neki fejkati zadaj, pa jim po uvinkih stvari govoriti, povem realno, lej, tako ti bo, tu se ti lahko zgodi. Jaz zdaj ne bom po imenu povedal, ni to primerno, ampak pred kratkim sem se poslovil od takrat v tem obdobju, se pravi, najboljšega prijatelja, in on ni edini, on je samo takrat bil najboljši prijatelj, ostali pa pač prijatelji, ki so pač tu fej zašli. Da ne govorimo potem danes v vseh ostalih zadevah, če dodamo poleg marihuane še vse ostalo, je pa tu devastating. Pač jaz sem na rit padel, ne smem o tem govoriti, ampak jaz si nisem predstavljal številk, ko sem prišel metadonsko dol delati, ko sem videl seznam, koliko je prijavljenih, sem rekel, kaj vi naredite, pa mi imamo v Novem mestu pa v okolici tukaj prijavljenih, ali kva, denehi, In potem v bistvu, ko pa zraven dodamo še vse ostalo, kar danes je, in zdaj ne vem, kaj bi rekel mladim, gledajte, ne morem biti jaz pameten zate. In to čisto iskreno tako povem, jaz ti zdaj lahko pametujem karkoli, jaz ti bom sem iskreno svojo zgodbo dal, ti jo pa vzem, kolikor jo češ vzeti. Zdaj, če zaupaš v bistvu temu, da je to samo ena dobra želja, potem je to in potem en bo zmanevriral, en pa ne. In zdaj, ti si na bolj, prej, ko boš v bistvu to dojel, bolj, ko boš imel kontrolo nad tem, nad sabo, bolj boš v bistvu lažje šel čez to. Glih včeraj smo se z enim prijateljem pogovarjali, on prav, glih ta fora, ki se fantje pogovarjamo, ali pri 3 pivah greš domov, ker te pol žena kliče, ali pa punca, ali pa kakorkoli, ali pa mama, ali pa noben drug, ampak pač, eno pivo, drugo pivo, tretje se že konča, pridem, prideš čez 10 ur, čez 3 dni. In enostavno to se dejansko dogaja. In pa je en rekel, a ti kdaj tako, en je enega vprašal, ti kdaj, ne vem, tako načrtno to narediš, da res, da že vnaprej veš, da se boš toliko napil, da greš recimo čist do tiste skrajne meje vsega, kar se ti lahko zgodi. Pa ta rekel, nikoli, mene, v bistvu jaz lahko pri 5., 6. prekinem, pa se ta drug javil, jaz pa ne. Valjda, ker smo različni, zato ne moramo inače, pa reči, pri alkoholu je tako, pri travi je tako, pa kaj si dol, mislim, si nor, si na glavo padel. Davno je to tako in zdaj jaz imam prijatelja, več njih, za katerega razumem in čist razumem njegovo funkcijo, da on, ko se zjutraj vstane, on pravi, pa še hiperaktiven in on pravi, jaz se moram pomiriti in jaz pravi, moram to pokaditi že zjutraj, ampak njemu dan teče, ljudje božji in mladi. On pol ne gre nazaj, ne vem, ker jaz zase priznam, jaz sem čist drug tip človeka in pri meni, če bi dan začel z marihuano, je ta dan
več ali manj zaključen. Se pravi, braj pol kakšne take uizi, malo kakšen sprehodek, drugače bi pa najraje se kar prestavil, pa se ulegel nazaj, pa laptop v naročje, pa že ob 8 zjutraj bul v film, ali pa geekov, ali pa neki, a ne. Mislim, jaz sicer ne igram igrc, ampak kot primer, ker to mulci napolno in odrasli počnemo, danes je taka doba, this is normal, to ni več weird. Rad bi sam tako poudaril, da ni tu, kar Dejan govori, zdaj propaganda, delajte tu. Tudi jaz dobim na delavnicah dostikrat vprašanje, kakšno je moje mnenje o marihuani ali pa o kokainu in tako naprej v teh drogah, ker pač tu je tle in tebe sem vprašal glih zaradi tega, ker imaš izkušnje se pravi v metadonski, sam si dal kar nekaj tega čez in dejansko lahko iz izkušenj poveš, kako in kaj, ne. Ampak gre se za to, ker tu je realno stanje. Mi če pogledamo danes, ne, jaz sem se pravi na delavnici v srednji šoli se pogovarjal s 15-letnikom, ki je povedal, kedi in je rekel, jaz se pol ne spomnim nič. In sem rekel, ja, zakaj? Ker pač, recimo, jaz sam sem začel kaditi travo pri 28-ih, končal pri 30-ih, 31-ih, ampak do 28-ega, dokler sem jaz prvič pokadil joint, sem prebral 30, ne vem, 40 ali 50 člankov strokovnih o tem, kaj so plusi, minusi. In pa sem probal, da pač vidim. In lahko rečem, da isto začneš pozabljati. In na nek način sem tlačil svoje frustracije. Čez dan sem bil jezen na vse ljudi, vsi so bili idioti. Zvečer, ko sem pokadil pol jointa, sem imel rad vse. Cel svet, ja. Danes lahko rečem, da imam rad cel svet brez tega pol jointa, kar je pač zanimivo. Da sem pač, če sem en dan rekel, ne bom več in nisem več. Ampak kar hočem reči, da se vsega tega rabiš lotiti, sej na koncu bodo. Tudi tako, ker če bi rekel mladim ne več uporabljati Facebooka, ker je ful škodljiv, ker je zdaj prišel ta nov dokumentarc, kjer so povedali, ko so Facebook naredili in tako naprej. Res? Kdaj je to vam prišlo? Na Netflixu je pa, mislim, ta Social Dilemma, mislim, da je res? Dokumentarca. Ja, ker so te ljudje, ki so pomagali kreirati poli dokumentarc z njimi, recimo. Ampak, se pravi, še zmer eni bojo to počeli, eni ne, ampak kar bi tle brdal je, da tako je Dejan rekel, pač ne se zaleteti tu noter, pa bod pozoren, dajte začne to zlorabljati. Čeprav prosti se doskočil besedo, smo imeli prav to temo zdaj s temi pedagogi, ki so imeli v vrhniki predavanje in smo tudi to temo načeli. Glih zato, ker je dr. Andra Luhova na predavanju, ne na tem, na enem drugem, takrat, ko smo ga mi organizirali za starše, rekla, da starši bodite, zavedajte se tega, da sploh pri ADHD-ju gre za to, da zaradi dopamina in tega efekta ti otroci ali mladi dosti prej posegajo po psihotropnih substancah in podobno kot vsi ostali, ker rabijo ta dopamin efekt in hkrati tudi v bistvu kinetiki sploh pa v bistvu zaradi tega, ker jim daje to, kar se rekel zvečer, ta katatonija, ko končno lahko malo možgan miruje, če ne pač blazni, kar pa ni res, ne. To je samo prvi efekt, ko pokadiš, malo miruje, pa začne pa delati, pa glih kontra v bistvu, ne. Zdaj se bo en odzad javil, pa bo rekel, ja, indiko moraš kaditi, da spiš, ne. Ampak to je zdaj že druga tema, bomo naredili kdaj. Lahko podcast boš naredil podcast, bomo na tu naredili Joe Rogan, pa bova tam lahko tudi rekla pol res v pizda, pa bova se čisto odprla vsemu, no, ampak ja, jaz mislim, da je stvar tako, ne, sploh kot kakšna promocija, še zdaleč, enostavno je treba, tako kot sem rekel, ko vidim pri mladih, res, jaz ne vem, mesečno, enostavno, sploh ni res, ko tebe sploh še zanima, nič, sem smokat, every day, that's it. To je največja teža, ko ti vzadej ne zna nič povedati, nobene pametne ambicije ni. Ajde, zdaj, pri nas, pa ne bom... Točno iz tega, ne, se te bom prekinul, sem naredil te oddaje, a ne, zakaj, ker recimo jaz mlade tudi na delavnici vprašam, kaj počneš v prostem času? Škrat vas sta dva najbolj popularna odgovora. Spim, ja, spim, ja, valjda, ja. Pa poslušam glasbo. In sem jaz rekel, veste, kaj si jaz predstavljam, ker ti me rečeš, da v prostem času rad poslušaš glasbo, da ti, ki prideš iz šole, neki poješ kosilo, whatever, in pa se uležeš, da slušalke noter, si 6 ur tako in pa greš spat. Ok, neki se rabi zraven učiti, mogoče kaj doma pomagati, ampak štekaš, kaj mislim, ne? Dobro, se v puberteti, v puberteti, prosti, ki te motam. V puberteti so določena obdobja, ker so malo ta odsotnost, ko v bistvu takrat, v bistvu veš kot mlad, rabiš malo to odlepljeno, zasanjenost in tako naprej. Ampak, no, ker prej nisem pri vrhniki, to sem hotel povedati, bilo zanimivo, ker je en rekel, da so merili, v bistvu so delali študijo, ker smo vmes glih se
tako smo se malo zezali, koliko smo kaj stari, pa sem jih jaz pa malo hecal, učiteljica, ne, ste kaj so šolke, pa ja, pa saj ste mlajši od mene, 5 let, saj smo vsi ista generacija, dajmo pač odprto se o tem pogovarjati in tudi smo se. In je on rekel v bistvu, da ne, da v bistvu on meri kot pedagog tle, poleg te študije, ki naj bi to potrdila, da v bistvu manj posegajo. No? Zdaj začeli s cigareti, to mu zelo verjamem, da manj kadijo, kot smo mi kadili, se pravi v teh letih, da imaš manj, 14-15 letnikov, ki kadijo, kot v naših generacijah, cigarete. Kar pa se tiče tizga naprej, veš kaj, pa tudi zdi se mi, da dosti zgodaj začnejo pokati. Mislim, jaz meni na pamet, ne vem, da jaz pri 16, ne vem, kokain, pa ne vem, koje scene, pa dober kokain, pa jaz zdaj niti ne vem imen, ko mi razlagajo, Zajnč mi razlagal, pa ketamin na veliko, ampak da ne bomo spet zašli, to je top tema, gremo lahko tu noter, manevriram z njimi tako, da ti povem, da si bom prav, jih bom vprašal, da mi spišejo vse, kar gor je, pa bom mogel najprej tu pregooglati, da sploh pridemo do tizga, da ne govorim pa o tem, ko mi v metadonski razlagal, kako namesto spida režejo baterijo, pa prah noter od 9 voltne, pa se tu meša z ne vem čim, pa mislim, kaj si ti naročil, baterija. Mislim, tako da pustimo zdaj, kam gremo, zdaj to res ali ni res, nima veze, ampak ja, daj si v glavo vsakeč, ko ti bo tam en spit neki ali neki razlagal, da ti to daje, pa konc koncev, videl sem primere, ko so bili res zajebani, ko so ljudi rešvali zaradi tega, ker se je nekaj zgodilo in to ni joke, pika. Evo, to je to, da ne bo bila res, prej začel s to promocijo, mi je to nekako v stavku not ostalo, pa sem pol hotel, v bistvu z ene strani sem začel, glih zaradi tega, da dobijo vso plast, da ne bo, veš kaj, mulci niso glupi. Ne more zdaj ti ni imeti, ne more zdaj ti mulcu imeti, njih imeti, pa ješ pa tu, pa škod, pa ne vem, to je spolna vzgoja, ki predavamo. Zakaj je bila spolna vzgoja tako top, ko smo jo imeli? Zaradi tega, ker nisem nobenemu tam tupil to, kar nas skozi v unih noter brošurah pa tako govorijo, joj, pa namesto, da bi bilo, ja, čisto samo, na koncu lahko rečeš po pameti, ampak mi govorimo, da je to vse bed. Spolno prenosljive bolezni, noseča boš, vse bo narobe, vse bo narobe, vse bo narobe, vse bo narobe, vse bo narobe. Ni razpolost, je vrhunska, to je nekaj zelo lepega, ljudje božji. Ampak je treba tu narediti pametno. To je to. Če najdeš potem to korelacijo, ne te korelacije, ampak v bistvu dejansko, ja, povezavo, korelacijo med enim pa med drugim, da v bistvu znaš to pot in predstaviti na celosten način, se pravi, v tej časovnici svoji, da je to something beautiful z nekom, ki ti največ pomeni in to največ. Spomniš, kaj so nam bebe prebijale? Ma ja, pa se meni, če ne pratalo, bom šla pa online, pa tam masturbiraš v kamero, pa ti oni klikajo cash gor, pa take fore, mislim. Mislim, možnosti je milijon, ne, in glih tu je, kar si sam zdaj tu bi povedal, je pač eno, kar rečeš po pameti, ampak drugi je točno ta, ne, tudi zakaj imamo... Kaj sploh po pameti, me razumeš? Kaj zdaj mulcem po pameti? Ti mu daš brošuro, pa gor piše po pameti. Ja, po čigavi pameti, po tvoji, moji, njegovi, ali on mu kaj tu pisal, kaj tu pomeni po pameti? Ja. Ampak kar bi rekel, da imamo, da je pač ta krič, mislim, pri meni in pri Mavričnih je, ker smo realni z njimi, tako ki si prej rekel, pač ljudje nismo glupi, in otroci tudi niso. Če prej te prepozna, da fejkaš, kot je en odraz. In se mi zdi, da to je tudi ena stvar, ki jo ti daš vedno ven in ki jo v bistvu spodbujaš pri Mavričnih. In se mi zdi tudi zaradi tega ne moreš dejansko iti stran in delati v eno službo za nedoločen čas, ker bi mogel ubiti tega deča, ki stremi k resnici in realnosti in ki se z ljudmi pogovarja odkrito. Ja. In to se mi zdi ena vrhunska in mladi tu prepoznajo. Recimo, zaradi tega ta delavnica, ki si jo ti izumil, ki jo jaz vodim naprej, ima tako uspešnost. Zato ima tabor tako uspešnost. Jaz, ki zraven sem na mailing listi, ki sem vključen zraven, pač tu je tabor je res rezerviran naprej, ampak ne zaradi tega, ker imamo najlepše hiške na svetu ali pa najlepši tabor po izgledu. Ampak zaradi tega, ker dejansko mladi pridejo in vejo, da bojo tam ljudje, ki jih bojo slišali, razumeli. Hiške imamo šele od letos, tabor imamo pa že od 8-9 let. Ampak se mi zdi, da tu je kar manjka in kar bi tudi radil mladim je in ljudem nasploh. Tako, ki si ti prej rekel, dober retorik je ki več posluša in to je nekaj, kar se na taboru... Ki zna poslušati. To je nekaj, kar tle je in zato pač tu živi in dejansko tudi, če hočeš iti stran, ne moreš iti, pa če imaš danes full power ali pa ga jutri nimaš, ti tega ne boš mogel zaprti, ker pač dejansko tudi ti si. Ja. Ne poslušati, slišati. Ja. Poslušati, je že spet narobe, ne? Poslušati je spet lahko poslušati, ne? Gre spet za organa, ne? Slišati. Slišati, to je to. Ampak koga slišati? Sebe najprej. In ko slišiš sebe, najprej moraš sebe slišati. In ko si sposoben sebe slišati, šele takrat lahko slišaš
drugega. Yes. Ja, to je tudi ena stvar, ki jaz večkrat ponovim, ki še ne reče, kaj vprašam, recimo, sploh z mladimi, ali pa tako na ljudi, koga ti spoštuješ, a ne? In pa reče, ja, spoštujem tega unga. Sem rekel, veš, da ga ne? Reče, kako tu misliš? Sem rekel, ne spoštuješ ga, veš zakaj, ker ne spoštuješ sebe in ker ne znaš sebe spoštovati, ne znaš drugega spoštovati. Ti mogoče misliš, da je ta oseba cool, ali pa njegovo mnenje je pomembno in ga upoštevaš selektivno, ne vedno, a ne? Če smo iskreni. Ampak dokler ne znaš sebe, ne znaš druge. Se mi zdi, da to je ena stvar, ki jo ti uspešno prenašaš na ta, rečemo temu, rod mladih in zakaj je Tabor tako slišan. Ti nekaj povemo, ne? To je tisto, kar si prej začel, pa morda čisto tako kot neke zaključne besede, no? Ne bi rad zavlekl. No, preden greš na to, ja. Miholin je komentiral Mr. Tipa Geeka, če gremo na uno zdaj definitivno. Če vprašate moje starše, oni bodo rekli, da jaz sem nehal živeti v 4. razredu, ker sem dobil svoj računalnik in sem odkril svet igric. In definitivno lahko rečem, da pač to je moj pobeg od realnosti, jaz grem geekat. Ampak danes sem tu spremenil v stream in se mi zdi, da tle se povezujem z ljudmi in sem spoznal en kup krasnih ljudi, ki jih ne verjamem, da bi jih spoznal, če ne bi bil na teh platformah. Pa glej, tudi v bistvu zdaj imaš gor, streamaš na ta način, komu lahko kaj poveš, itd. In spet je ono, in spet počneš druge stvari, kam ima veze, pač ok, tu počneš, ampak še vedno si oče, še vedno si odgovoren. To je tisto, kar smo prej mladim govorili. Če soš pa za geekov od A do Ž in tako naprej, in da je to eksplicitno samo res dejansko tvoj life in vse, kar je samo to, se pa veš, zdaj. Okay, tisti, ki so podjetni, znajo z tega še kaj denarja dobiti, ampak zdaj pa do 40 doma na mani ležal pa geekov, pač ležal na njenih stroških, pa geekov pa ne gre. Ne? Pa zdaj samo še to, če povzamem za na konec, kot pravi stric Jung, Jung pravi, razodetja in razsvetljenja ne boš dosegel, če boš gledal v svetlobo, doživel boš razodetje, če boš pogledal v temo. Čisto po domače povedano sem zdaj povedal stavčno. Se pravi res. In to je to, kar govori o Marušem bojevniku. Če se bomo šli res samo neke svetnike, pa najboljši smo, pa najbolj počnemo te stvari, ali pa upamo se to početi, ali pa kakorkoli, ali pa ne vem, veš, ne, ti moraš pogledati v temo noter, da enostavno potem si sploh sposoben videti razsvetljenje. In tam not ga boš doživel. Pa ne, da bomo zdaj narobe razumeli, to je večplastno, razumeš zdaj, ne, mislim, ti razumeš, ampak jasno, da ne bo zdaj kdo rekel, kaj se ta govori, ne. Da je en primer, najbolje, da na primeru poveš. Da povem primer, je jaz. Moja realizacija, se pravi, moje bolečine in vsega skupaj je v mojem darknessu noter. Se pravi, jaz se moram posvetiti v dva par, ki imata neke probleme. Ne morate reševati s tem, da imata ona zdaj iskanje problema med njim, se pravi periferno, tisto, kar se je zgodilo v konfliktu, morda nekega dialoga ali karkoli, kar se je zgodilo med njima. Ampak deep dark v njih not. Shadow enega, shadow drugega, shadow del, ko ga imamo vse noter, kjer je skrita vsa bolana stvar, bi rekel, ki jo človek nosi sabo. In to je tisto, jaz sem prej vedno zase govoril, ne vem, da verjamem v sivino, pa so rekli, dejč, kako bi to opisal? Lej, celo ta hec je, pazi, eni frendi, veš, dejč, dejan, to je ta hec. Ne? Veš, eni prav izključno pravijo, nočemo ti govoriti dejč. Mi rečejo dejan. Ker te vidim čist drugega, kot ti rečem dejan. Ker dejč je spet dejč. Ne zdaj je med nama, to je zdaj čisto normalno, ker mi dva imamo od nekdaj dejč. Ampak tako, se pravi, kot ti zanalaš rečem dejan, pa prav recimo, to, kar sem rekel sivina. Zakaj sivina? Zato, ker verjamem, da tudi Dolf Hitler je imel vse nekaj dobrega, ker verjamem, da tudi mati Tereza in ostali so v sebi znali nositi, ne vem, veš, to so pa ti sprožilci, kot ko jih Jung opisuje v tem shadowu noter, lahko pride do neke situacije, prijatelj moj, jaz si svetnika ratam tak killer, da ne bo jasno nobenemu niti meni samemu. In to je ali obratno, ali pa, ne vem, scena, ko so vipassano delali v indijskem zaporu in so zaporniki rekli, hvala Bogu, je rekel en, da sem naredil to pač do groznih stvari z umori, da sem prišel v ta zapor, da sem se spoznal s vipassano in šele, ko sem pogledal v sebe in v svojo temo, sem potem šele videl svetlobo. Ker pač enostavno, in to, ko sem jaz govoril, kaj pomeni sivina, sem rekel, glihasti rekel, dej primer sivine, sivina je primer, ne vem, jaz sem tip, ki bo šel na avtobus in bo tam videl invalida, videl bo starejšo gospo ali kakorkoli, mene včasih tako, enkrat mene gospa
nagnala, ker se ljudje ustrašijo, ker sem z avtom ustavil, pa je teta ženička, tle imamo eno dolgo ravnino, res veš, dokje je dol, da sem ostana od mesta. Se ustavil, da pa vreče 2 nosila, veš, pa se ustavil, da bi jo odpeljal, ne, veš, sem rekel, gospa, prisedite, zdaj te bom prejel vreče, pa vas odpeljam, povejte, kje ste doma. Veš, in se zgodi, da se ljudje celo ustrašijo tega danes, ko želiš v bistvu priti iskreno in pomagati. In ta sivina, ne, na avtobusu gor zagotovo, ne vem, bom lahko stal sam pri sebi 12 ur za to, da bom dal nekomu sedež, pa ne bom se s tem obremenil, pa razmišljal, zakaj sem to naredil in mu dal sedež. Ampak, če boš pa ti na istem busu, pa bom te rekel, ti, kolega, aloh, bi se zdaj vstal, da se gospa usede, poš ti meni rekel, ne, ja, sem se znal pa sprožiti, dosti hiter, a ne. In to je bila tista tehnica pri meni, ki je bilo, ne, good guy, bad guy, kdo zdaj ti sploh si? A svetloba ali tema? Ne, ti si vse. In zdaj v kvantni fiziki vemo, ne, da absolutna tema sploh ne obstaja, elektroni svetijo in bla, bla, bla in bla, bla, bla. Tako da v bistvu to je tisto, kar ne smeš zanikati pri sebi. Zato pravim pri mladih. In lažje boš v bistvu sebi pomagal in drugim pomagal, ko boš najprej pri sebi to odprl, pa potem pri drugih v bistvu to raziskoval, a ne na ta način. Zato tudi pri mulčkih enostavno gremo v to, da gre preko sebe, preko tega svojega, ne vem, alter jaza, kdo on je, koliko je slab, ker mu ga itak okolje napumpa še dodatno, celo življenje posluša, ni dober, da je nehi, da je mer, lega tam, da je peti sem, da ti ne boš in tako naprej. Zato pravim, da v bistvu, evo, to je ta primer te teme. Ne. Ja, in v bistvu se te tudi za nalaž pusto, da vse to poveš. Zraven so se mi tako pojavili misli, pismo, kaj zdaj, mislim, tako, če ti čisto iskreno povejo, kritik je več. Pa kaj zdaj on govori, pa kaj jaz tu pustim tle, pa kaj si bojo ljudje mislili, ki ga zdaj poslušajo. Ampak glih, ker sem dal pa tu na stran. Ljudje ploskajo zdaj. Ja, možno, ali karkoli je možno. Ampak ker daš pa tu na stran to neko svoje obsojenje, ali pa misliš tu, kaj je prav, ali pa dober, ali pa, a ne, ker smo dosti v tem precepu prav narobe, dober pridane. Priješ pa to šlo do tega, kar dejansko se dogaja pol na taborih ali pa v pogovoru s tabo, v druženju s tabo, kjer ni obsojenja, ampak dejansko je vsak lahko tu, kar je in je sprejet tašen, ko je. Ja, jaz to mislim zase, jaz se ne obremenjujem zdaj, ali je tam zadaj publika, ali ne vem, kdorkoli sogovorniki, pa mene že pojedli, pa me ne povabili pred polnega Cankarja tam. In zdaj so me povabili spet v Maribor, mislim, to ni hvala, ampak dejansko sem si takrat rekel never again, mislim, res mi je bilo, dost mi je bilo preveč, veš. In pa sem takoj potem dobil še vabilo na TEDx in sem ga odklonil. Sem stalno rekel, pač enostavno nočem več, ker zdaj imam raj to, kot da pridem pa se jaz prepuščam temu, ali bodo oni to eni sprejeli, eni ne. Raj se prepustim, pa rečem, naj tist pride k meni, ki želi, a veš, in se bom tistmu posvetil. In je to precej bi rekel drugače. Ali pa seveda skupine, se še vedno te potem najamejo na predavanja, bi radi, da prideš množici govoriti. Ampak ja, jaz sem tak značajski glih potem, da znajo ljudje reči po koncu predavanja, da nimamo pojma, kaj ste zdaj povedal, ker ste 3 ure v kosu govoril in ste dal 5000 informacij v 1 uri, ampak se pa dobro počutim. In jaz mislim, da to je tisto, kar je pomembno in še vas bi poslušal. In se mislim, da to je tisto, kar je pomembno, da enostavno se nehaš obremenjevati s tem, da je zakonitost taka. Jaz sem se s tem videl na začetku ful obremenjeval. Pa najprej niti kako čem biti oblečen, pa sem si hodil tam rekelce pa kravate, pa se sicer dobro zgledam, tudi tako skockan. Danes pa pridem v taki majici, res sem šel mimo ravnateljice na eni šoli. Veš, kaj je rekla pedagoginja, ko sem šel mimo? Celo skoraj mi je rekla tisto, a ne? Tole sem plačala. Veš, kao, na tikačih, v kratkih hlačah, pa v spodnji majici pred predavanjem. Veš, v smislu, pride z dredom, ves kuštran, glih pred poletjem smo bili že vsi zapečeni in, veš, in po predavanju je bilo pa čisto drugače, ne, spet odnos in tako. Zato res ne smeš soditi, jaz sem sploh tudi tak tip, da znam kar hiter. Tudi ti se mi zdi, da si bil malo tak, ko sem te, ko sem bila dosti skupaj, da si znal, ne, to priznaš, da si znal biti malo tak, da si hiter postavil v nek okvir neki ali pa mogoče dal neke analize nekoga. Pa si pa v bistvu ti mene začel preko Landmarka, pa tam, ko si bil recimo, kako rušiti te okvirje, kako iti ven iz teh okvirjev, kako prepustiti v bistvu, da človek se sam pokaže. In jaz bom pač ostal tak, kot sem in fertik, to je to. The best, mislim, to je to. Nije kaj dodati in mislim, da znotraj tega tle bi dodal to, ne, da je res pomembno, kako ti vidiš sebe in kako pol vidiš svet okrog sebe. In znotraj tega se ti bo dogajalo vse, kar se ti dogaja. Ja, prej si govoril za tisto vodenje, ne? Jaz sem zdaj en nov rek, ne?
da se malo pohvalim, ne. To sem si zdaj izmislil sam pri sebi. Ja, ker pač meni paše, glih zaradi tega, ker sem imel toliko vprašanj okoli glede tega, kdo sem, kam pašem, pa kam bi mogel pasati. In zdaj čisto na glas rečem vedno, raj sem polomljen volk, kot perfektna ovca. Še enkrat, raj sem polomljen volk, kot perfektna ovca, pika. In to je to. Mislim, konc, bod še pal volk, bod mal očupan volk, bod volk, ne vem, zelene barve zaradi mene. Pa bod volk. Mislim, saj jest. Ja, Okay? razumem. Lahko si pa super nakodran, pa da best tam noter napafan, v uni skupinci napafan. Mislim, sorry, ampak pač enostavno glih zato, ker Pač se me to tu... nisi ti, ne. Ker to nisem jaz, tako, evo. The best, ja. Jake Hvala, je Jero. komentiral, ne sodi knjige po platnicah. Bravo, to care. Tako da, cool. Če ni več kakršnekoli vprašali, jaz mislim, da smo deča spoznali. V bistvu bi rekel tako, če smo iskreni, smo se zateknili par procentov tebe in vse tvoje širine, ki jo imaš. Definitivno z Aleksandrom, ki imamo podcaste, ti bi z veseljem imela kdaj zraven, tako da se bomo zmenili, če si za. Glede na temo, boš povedal, če se vidiš znotraj tiste teme in pa priješ in debatiramo. Good. Tako da to je tu. V bistvu res hvala ti, da si se odzval, da mene spodbujaš. Dejansko tudi tvoje besede so mi enkrat pomenile, ker sem ti enkrat razlagal, da bi streamal gamanje, ampak nisem več pa si ti rekel, ne, the best je star, ti si ta rank, tam je en kup najstnikov, razumeš, ki se bodo povezali s tabo in si mi dal en zagon, ki mi je bil ok, cool, pač ja, zakaj ne, a ne? Yes. Zakaj ne, a ne? In ena stvar, ki, ne vem, če boš pa ti vzel od tega, ampak itek se mi zdi, sva podobna je, jaz dostikrat ljudi tako vprašam, a ne, če bi danes se končalo tvoje življenje, si ga podpišeš ali ne? A ne? In če si ga ne, pet narediti une stvari, zaradi katerih si jih ne. A ne? Se pravi, da... Ja, bravo. A ne? In se mi zdi, da to je res ena močna stvar, Super. ki nas vod, bi rekel, tebe, mene in to našo grupo Marčnih bojevnikov. Čeprav nisem več tako aktivno vključen, ker sem šel v druge projekte, pa... Mislim, Marčni bojevnik si v srcu, saj to ni s projekti vezano, ne. Tako da ja, mislim, mogoče tle bi sam še tu povedal, dostikrat ljudje, ki rečemo Marčni bojevniki, pomislijo, pa tu so neki geji, drugo. Legebitra, ja. Ja, ampak bi za konec rekel, daj nam ti povej iz tvojih ust, kako je prišel do tega imena. Evo, to bo lep zaključek, Jero, ali si ga zdaj spakiral, ali si ga pa dobro zdajle nastavil, ampak res ti bom zaaplaudiral, preden končam, ker bom s tem končal, pa te bom najprej pohvalil, pa potem povedal, kako je prišlo do tega, pa pol nehal govoriti. Res odlično si to danes pelal, res imaš to v krvi, res, ker mene ni simpel, imeti zadaj sogovornika, ki je širok, ki je močan v retoriki, ki ga poznaš in tako naprej, ni simpel. In si to odpeljal tako vrhunsko, s tako vrhunskimi vprašanji, da v bistvu to je bil moj najboljši intervju do zdaj, majke mi. Resno ti hvala, nadaljuj s tem in imaš ves support. Mavrični bojevniki pa je v bistvu legenda plemena Kree. To je pleme severnoameriških avtohtonov, Indijanci po domače. In sicer ta pravi tako. Nekoč, ko bo zemlja zbolela, ko bodo onesnaženi vsi vodni viri, ko na nebu ne bo več ptic, ko bodo ljudje med seboj izgubili interakcijo, se bodo na vseh kontinentih našega planeta začeli rojevati otroci posebne energije, ki bodo v sebi nosili mavrico čiste ljubezni. In ti otroci se bodo imenovali mavrični bojevniki. Ker se bodo pa ti otroci pojavili, bo na koncu posledično zemlja ozdravila. Tako da v bistvu jaz verjamem v to, da z vsemi otroci danes, torej mavričnimi bojevniki, otroci in odraslimi, ne zgolj vezano na ADHD, avtizem ali karkoli drugega, Tourette, kar se pri nas zgodi, vsi nosimo v sebi, bi rekel, tega warriorja, tega bojevnika in to mavrico. In ta mavričnost nas v bistvu opisuje kot ta večplastnost, kot midva, oba sva mavrična bojevnika, a hkrati popolnoma različna, hkrati popolnoma enaka. Midva sta brata. Bruder, a veš, da niso sam prijatelja, pa naj se to kakorkoli čudno sliši. In to je tista moč, ki zadaj je, ki jo človek za življenje rabi kot neko močno popotnico, da ve, da ima zadaj brate, na katere se lahko nasloni in da v bistvu verjamem v to, da ti otroci in ti mavrični bojevniki, ki tukaj so, sploh v teh skupinah, kot so ADHD in tako, med njimi lahko izluščimo mnogo
teh otrok ali tiste skupnosti, ki bo v bistvu postala neka velika pozitivna kolateralna masa, ki bo vplivala na to, da se bo dejansko in se že dogaja jasno vsa ta transformacija znotraj nas in zunaj nas v naši okolici. Tako da tudi COVID in vse ostalo, kar tukaj imamo, so veliki blagoslovi in evo, to je to. Hvala lepa. Super, Dejan, hvala za zaključek, da si povedal to ime. Tu bomo zapakirali v en kratki video in ga butali še tudi na Mavrične bojevnike. Okay. Pa ga se pa lahko malo deli, da ljudje izgubijo to, bi rekel. Jaz rad razbijam tabuje, itak ne verjamem v tabuje, vse teme so odprte in se vidi, da to bi bilo ena fajn tema, da se tudi razbije. Čmurk je še komentiral, hvala obema, super je bilo, Dejan, res te je bilo fajn poslušati in bravo Mr. JP. Super. Hvala, res hvala Dejan za prizvanje, jaz bom nadaljeval. Tlej bi še povedal na tem mestu, stream bo zdaj naprej vedno v angleščini, razen ob nedeljah. Tudi podcast bo v angleščini, ker želimo prebiti se na mednarodni trg. Ob sredah so pogovorne oddaje z gosti v angleščini, nekateri bojo slovenski gostje, ki imajo velik mednarodni doseg, nekateri bojo gosti iz tujine. In oktober je poln, vsako nedeljo, vsako sredo do v bistvu 8. novembra imamo že bukirane goste, ponem pa še par terminov smo še prosti, v bistvu na tem delam, da zapolnim in so res raznovrstni gostje, tako da jaz se veselim, gostov ne bom nikoli vnaprej povedal, jutri boste zvedeli, kdo je v sredo, se pravi v ponedeljkih boste zvedeli vedno, kdo je v sredo in ob četrtkih boste zvedeli, kdo je v nedeljo. In jaz se res veselim, kaj bomo tle ustvarjali, tako da to je tu. Dejan, hvala ti, hvala vsem, ki ste gledali. Hvala vsem. In se vidimo. Recimo naslednjo nedeljo lahko že zdaj povem, ne med drugim, bomo imeli tako pogovorno oddajo, jo bomo zaključili ob 10 in nekje ob polnoči bomo zagnali stream na novo, ker bom sodeloval na enem turnirju Call of Duty, recimo na kako se reče temu, raznovrstnost streama, ki bo tle. In v ponedeljkih zvečer bojo pa podcasti, ne bo točno specifične ure, bo pa vedno tam med 8 in 9 se štartalo. Tako da, to je to. Vsem boste obveščeni na socialnih omrežjih. Dejan, hvala ti, pozdravi doma. Bom enako, Đero. Če drugač bi tle rekel tako, ne, da to je bilo najdaljše druženje, bi rekel temu po kakšnem letu ali pa letu po pol. Ali več, ja ne. Ampak ja, dejansko je pa zmeren tako, ker da smo se videla 5 sekund nazaj. Res je. In vedno tako bo tudi ostalo. Tako da, evo, Bruda, vse dobro. Evo. Hvala vsem, ki ste gledali. Hvala, jaz se izklapljam. Čau, čau.